Lepo pozdravljeni v podcastu Odmev tedna. Ta teden dogodke komentirava z našim stalnim komentatorjem, to je dr. Jože Možina. Jože Možina, lepo pozdravljeni. Ja, lep pozdrav. Zdi se, da so slovenski Hamasovci dobili to, kar so iskali. Reševali so Gazo, Zahodni breg, Palestino, no zdaj naj pa rešijo Dolenjsko. Nataša Pirc Musar je prišla in prižgala svečko. Zdaj seveda lahko bi rekli v stilu Ezopa in njegove basni Hvalisavi popotnik hic Rhodos, hic salta. Tukaj je Rodos, tukaj skači, tukaj zdaj pokaži, kaj znaš in kaj veljaš. Torej, kako komentirate odziv najprej slovenske politike na ta dogodek? Robert Golob je prišel v Novo mesto, ampak ves zastražen, mogoče prestrašen. Nataša Pirc Musar je naredila lepo dejanje, prižgala svečko, vendar kaj je potem sledilo, bomo videli. Kako komentirate vse, kar se dogaja? Ja, v bistvu to so bile panične reakcije politične garniture, ki je dejansko zavozila romsko problematiko. Se bila že prej seveda tudi odprta in prej so se dogajale stvari, vendar je država še kazala neko represivno plat oziroma nek poskus ustvarjanja reda v romskih skupnostih. Sedanja oblast pa jim je dejansko popuščala. Na koncu je šikanirala policiste, ki so obravnavali Rome, tako da je dejansko sistem popolnoma propadel in so ti Romi so počeli, kar so hoteli. Govorimo seveda o teh Romih, ki so nasilni, ampak seveda tudi zaradi tega, ker se jim ni nič zgodilo, je v romskih skupnostih propadla ta struktura, ki sicer tudi prej ni bila idealna, ta struktura starešin, starejših moških, včasih tudi kakšne ženske, ki so nekje nadzorovali to cigajnarijo, bi lahko rekli, romsko skupnost. Sedaj so pa ti mladci z orožjem, polni denarja zaradi preprodaje drog, trgovine z vsem mogočim, začeli dominirati in je v bistvu tudi ta struktura propadla. In tukaj je odpovedala policija. V veliki meri se slišimo celo izjave Romov samih, da se oni točno vedo, vsi prekrški bojo pogojni in nič se jim ne bo zgodilo. Seveda je tukaj tudi policija vpletena in vpleteno je tudi del tega arogantnega pravosodja, o katerem bomo mogoče še kaj rekla, ki je celotno zadevo zavoža že, 20 in več let. S tem, ko Rome oproščajo, ko jih sploh ne procesirajo, ko oproščajo oziroma se sploh ne ukvarjajo s tistimi, ki zlorabljajo otroke, ki zlorabljajo mlade punce, otroke pravzaprav. Vse to so čakali in prepustili. Zanimiva je ta levičarska hipokrizija, ki se potem rezultirala v tej tragediji v Novem mestu, ko so se pa Dolenjci zbudili in to popolnoma enotno. Sej vsi poznamo, tudi imamo prijatelje, sorodnike na Dolenjskem, da je bilo vznemirjenje silno, da je bil res strah pred to romsko manjšino, pravzaprav, ki jih je ustrahovala, ne v celoti, ampak vendarle. In sedaj je prišel to je bil zdaj povod za ta upor, ki pa ne bojo zadovoljni kar z vsem, z vsem, kar jim država tukaj ponuja. Zdaj vidimo tukaj tudi, da gre za določen konflikt med to strojo Roberta Goloba in ostalo levo ali pa ekstremno levo garnituro. Vidimo tudi poskuse ali pa že kar politikov medijev, ki so seveda bili tudi šokirani, saj so končno delno prispevali k temu, tudi na naši televiziji je bila politika, da se, če karkoli se je poročalo o Romih z veliko previdnostjo, da ne širimo nestrpnosti in predsodkov, ampak zdaj osnove tukaj za predsodke in za nestrpnost je seveda bila v dejstvih. Mi včasih tudi določenih zadev nismo poročali in še danes se to dogaja in rezultat je strašljiv. Jaz vam lahko rečem, pa tudi ni bilo v medijih. Na prvi dan šole, to je bilo v Škocjanu pri Novem mestu, kjer je tudi veliko romsko naselje, mislim, da v Dobruški vasi, je učenec 8. razreda romske narodnosti zbil na tla mlajšega učenca, tudi Roma, in ga potem brcnil v obraz. Tako da je fantek krvavel in da je bilo grozljivo. O tem tudi nič ne vemo. Tudi ne vemo nič, da se je ta romski kriminal, govorimo spet o posameznikih, ampak so močni in dominantni v teh romskih skupnostih, da se je širil tudi po drugih krajih Slovenije. Mi smo imeli primere tudi na Primorskem in to je prav ena specialnost določenih teh zločinskih tolp, da so vlamljali v avtomobile po noči na porokah, ko so imeli ljudje poroke.
Tako so eno skupino zalotili na Primorskem, jo potem, ti so potem zbežali, se s tistim avtomobilom zaleteli, pustili še v tem avtomobilu prometno dovoljenje na priimek Brajdič. Jih pošpricali seveda tega, ki jih je sledil, in to je tudi en način, očitno prav tipičen, da imajo potem, če jih kdo zaloti solzivec, in jih pošpricajo. Pred nekaj dnevi smo brali na 24 ur, da so 4 državljani Slovenije ravno tako ropali poročno slavje nekje na Hrvaškem, v Karlovcu, ja, na isti način. In da so jih potem tiste, ki so jih zalotili, špricali s solzivci. Zakaj ne povemo, da so bili sicer to slovenski državljani, vendar romskega porekla? Te ne gre za to, da bi vzbujali neko nestrpnost, ampak mediji smo tisti, ki moramo govoriti o dejstvih, tako kot stvari v resnici so, zato da bo potem lahko tudi končno družba prebavila, dojela, kaj se dogaja, in temu primerno ravnala. To sprenevedanje, kot tudi policija, ne vodi evidence kriminala v romskih skupnostih. Kako bomo potem vedeli, da so romske skupnosti izredno podvržene kriminalu, če pa te evidence ne vodimo? Kakšna hipokrizija je zdaj to? No, in to je pa rezultat. Tragičen, grozljiv rezultat. Paničen prihod, seveda, premierja Goloba, tih 2 ministrov, ki sta odstopila, čeprav dejansko to ne pomeni nič, to je reševanje. Prej so jih zagovarjali, še teden nazaj. Zanimivo, da je minister Mesec tukaj ostal s celo glavo. Ja. Čeprav je bil prav on tisti, končno so tudi ignorirali vsa ta prizadevanja. Komisija za peticije nekaj dni prej se sestala. Kompletna koalicija jih je ignorirala, s tem romska problematika. Ignoriral jih je tudi urad predsednice republike, zanimivo. Potem se je pa predsednica pritoževala, ker je SDS obstruiral njen govor na državnem zboru. No, zdaj, če gremo recimo k temu prvemu ukrepu, predsednik vlade je te izredne razmere reševal tako z nekim sekretariatom, namesto da bi v bistvu sejo Sveta za nacionalno varnost sklical. Kaj je tu naredil narobe? Kako da ni sklical? Zato, ker bi bilo to več strankarsko ali kako? Ja, verjetno tudi tam bi slišal, normalno, da bi slišal določene zadeve, ki jih ne bi hotel slišati. Jaz tudi pravzaprav res ne razumem, v čem ta ekstremno levičarska politika, ki je tako samouničevalna, končno tudi do interesov slovenske države in tudi do skupnosti, pa ne samo Slovencev, ki tam živijo, ki smo seveda v večini, ampak tudi do romskih skupnosti. Zakaj so dopuščali vse to? Zakaj niso ustvarjali reda in zakaj so pravzaprav stanje še poslabšali? Zakaj niso upoštevali? 4-krat je koalicija zavrnila predloge, ki so izvorno nastali v prejšnji Janševi vladi in so jih potem nekako ponotranjili in še dopolnili dolenjski župani. 4-krat so to zavrnili. Sam da ni Janša. Ja, ampak glejte, no, zdaj tako, seveda, premier Golob je potem panično reagiral, prišel dol, on se točno zaveda, da je to točka preloma. Ampak zakaj ni odstopil Mesec? Ja, očitno, mislim, da je Mesec tako ključna figura v tej vladi, tudi mislim, da je najbolj markantna osebnost, ali pa tudi lahko bi rekli po teh levičarskih kriterijih najbolj karizmatična osebnost v stranki Levica. Gotovo veliko bolj kot ta Stavrečko, in če bi on padel, dejansko je ogrožen obstoj Levice. Tako da se je to čisto pragmatično odločalo. Medtem ko sta gospod Poklukar in ministrica Katičeva pa bi rekel manj pomembna in sta potrošna roba, bi lahko tako rekli. Katičeva se zdaj tudi vam ni upravičila za tisto žalitev na tistem shodu v Borčevskem. Ne, zanimivo. Ja, tudi to, moram reči, da tudi z tega vidika je čisto prav, da je ni več na tem mestu. Ja, ona je soorganizirala ta partizanski miting, partizansko proslavo na Graški gori, kjer je nastopil tudi ta mladoletnik, so zlorabili mladoletnega otroka, starega 16 let, da je tam bral sramotilno besedilo na moj račun. Ja, in kot veste, da se je celo, to je bilo podtaknjeno, predsednik organizacijskega odbora, gospod Žerdin, se je opravičil, in to zelo s takimi močnimi besedami, tudi Zveza borcev se od tega distancirala, pomislite, ne pa ministrica Katičeva. Tukaj vidimo, da je najbolj radikalen del pravzaprav celotne te scene prav ta, govorim za Velenje, ker tudi velenjski župan se od tega distanciral.
ne pa ministrica Katičeva. Tako da jaz upam, da bo šla skupaj s svojimi radikalnimi idejami na smetišče zgodovine. In obnašanjem. Ja. No, ampak zdaj, če gremo nazaj k Nataši Pirc Musar, ona je obiskala romsko naselje in zdaj ona je seveda tu se z Romi pogovarjala. Ne. Zdaj, v kolikšni meri, mene je to spominjalo na Drnovška leta 2006, ko je prišel v Ambrus in je potem preselil tiste Rome v Ljubljano, v Roje. V kolikšni meri, jaz mislim, da se Nataša Pirc Musar še išče. Ne. Ona pravzaprav v nekaterih situacijah, ne, dobro, laže je tam Gaza pa Zahodni breg razlagati in razbijati po OZN, ampak tole Romi, tu se pa mal je želela biti podobna Drnovšku. Se mi zdi, da je premišljevala, kaj bomo zdaj naredili. Ne. Šla je med Rome in oni, si morate misliti, so ji obljubili, ne, oni so njej obljubili, ne, kot neki mami, da ne bodo več streljali. Ne. Zdaj seveda problem nastane, ker je to naša vrhovna poveljnica Slovenske vojske. Ne. Si predstavljate vi, da se je ona pogajala z nekimi posredniki teh orožarskih švercarjev in so oni njej to zdaj zagotovili in ona je to vzela za gotovo. Kako razumete zdaj lahko tole vrhovno poveljnico Slovenske vojske? Ja, težko. No. Mislim, ne razumem, zakaj se ljudje, ki niso mogoče najbolj primerni in najbolj široko razgledani in nimajo mogoče določenih veščin, zakaj kandidirajo za tako visoke in pomembne funkcije v državi. Kučan je rekel. Ja, da je čas za žensko. Ne. V času Brezigarjeva. To za Natašo. Ja, tako je. Ja, ne, lejte, to je seveda, to je nenavadno, smešno, to je spet napačen signal. Ne. Spravi, orožje imate, ne? Mi smo s tem soočeni in to toleriramo, ker ni rekla, potem sicer kasneje je popravljala izjavo, ampak ne streljate. Ne? Ja. Hkrati v isti sapi pa govori, ne, ker so pač nekateri pozivi bili, jaz ne bom rekel, da se z njimi strinjam, naj se Slovenci oborožijo na legalen način, da se razumemo, ne, prek so bili predhodni ti pozivi. Se pravi, Slovenci se ne smejo legalno oborožiti, Romi so pa lahko ilegalno oboroženi in ne le oboroženi, lahko tudi streljajo. Ti streli v zrak nekje, seveda ta zrna priletijo dol in padajo po strehah okoliških prebivalcev. Ne. Ja. Pred desetletji je bila tudi na smrt tega naslova. Hočem reči, ta metek, ki nekje pade dol, je lahko enako nevaren. Ne? Tukaj se dejansko predsednica postavlja v neko arbitrarno vlogo, ki je omejena. No? Mislim, to ni pametno, da je tako govorila. Seveda, no? Kot trušica v vrtcu. No? Ja, zdaj seveda še ta okoliščina zanimiva, da je bil tam eden od teh, kaj rečem, bivših romskih svetnikov, ne? Gospod Grm prisoten, ne? Ki je seveda zagotavljal, da bodo to storili. Potem so pa, ne, seveda z zamikom enega tedna ali več, ne? Ko je končno prišlo do te policijske racije tam v naselju, v nekaterih, seveda samo za nekatere hiše je to šlo, tudi pri njem našli neko orožje. Ja, to je res smešno. Ampak predstavljate si, recimo, to je zdaj vrhovna poveljnica Slovenske vojske. Mene to skrbi, ne? Kajti recimo v primeru, da se nekaj zgodi, pa da Nataša Pirc Musar ne bo mogla upravljati svoje funkcije, ne? Veste, kdo jo zamenja? Urška Klakočar, Zupančič. Predstavljate, da pride Urška v romsko, kaj bi to bilo? Kako bo zdaj to? Se je zanimivo, da se tukaj zdaj ni upletla. Ne? Ja, zdaj je bila pametno tiho. Ne? Ja. Tudi gospod Prebelič, ne, bivši kočevski župan, je bil tukaj zelo tiho, zanimivo. Ne? Ja. Spomnim se že pred desetletjem, ko bi on župan, takrat se ni o tem veliko govorilo, so te romske tolpe po noči ustrahovale in kradle po Kočevju, po mestu Kočevja. Ne? Tudi ni znal urediti zadeve. To je, lejte, stvari so šle po svoje. Tudi prej ste omenili Janeza Drnovška, takratnega predsednika, se je v mrtvih vse dobro. Ta njegova poteza takrat reševanja Strojanove družine, ne, to je veliko let nazaj, v tem Ambrusu, so pa šli Romi v hud konflikt s prebivalci, ker je prihajalo do ropov, do kraje, celo do enega poskusa umora. In so jih ljudje imeli, ne, polno glavo. In se veste, zdaj so se preselili tle v Ljubljani, jih je že zelo veliko. Lejte, oni so enaki ljudje, pred Bogom so enako pomembni kot vi ali pa jaz ali pa kdorkoli drug, to je jasno. Ne? Ampak pred zakonom bi morali biti tudi enaki. Ja, namesto 30 jih je zdaj že 100. Ja, ta je podatek. Elka Strojan je seveda vmes umrla. Je vmes umrla, ja. In se tudi tam, lejte, tudi primer, ki se ni nikoli poročalo o tem,
je bil nek konflikt na osnovni šoli v Šentvidu, so prišli z avtomobili, razbijali po šoli. Ne. Veste, to ni, z njimi res ni hec, zato ker se jih ni sankcioniralo in so počeli, kar so hoteli skoraj. In še vedno počnejo. In še vedno, vidi se pa tudi to, tudi meni duhovnik rekel, ker pozna situacijo, rekel, glej, tako razvejan kriminal, kot je, brez sodelovanja s vsaj delom policije ne bi bilo to mogoče. Ne? Zakaj je policija tukaj gledala skozi prste? Ali so določeni deli policije vpleteni v ta romski kriminal? Upam, da ne, ampak določeni indici gredo v to smer. Ja, mogoče jih bo zdaj vojska malce nadzirala, ne? Mogoče zato jim ne ustreza, da pride nek tretji, neka vojska, ki bo poleg, pa se bodo težko karkoli dogovarjali. Ne? Lejte, se je tudi to, ne, da je prišlo do te, zdaj imamo ta nasprotja, ni bilo dovolj pooblastil, ne, zdaj, ko je pač ta Šuterjev zakon, ne bi bilo pooblastil preveč, pa ti, ki pravijo, da jih je preveč, pravijo, da so bila že prej zadostna ta pooblastila. Skratka, noč ni treba razpremljati. Na tisti večer, ne, ko so bila čustva tako močna, ne, in ko bi tudi Romi morali razumeti, ne, in so streljali v zrak, upam, da v zrak, takrat je policija tja prišla, specialna enota celo, ne, z vozilom, pobirala tulce, niso pa šli v hišo. No, seveda pa je Nataša Pirc Musar v državnem zboru sklicala sejo državnega zbora, na kateri je govorila o romski problematiki in to, kar je bistveno, je, da je poudarila, da ne iščemo krivcev. Ne? Poslušajmo, kaj je rekla. Ne kaže si zatiskati oči. Smo pred volitvami in prepričevanje volivcev za iskanjem krivcev za tragedijo v Novem mestu je vabljivo, toda nevarno. Nevarno za vse nas, za celotno skupnost. Zato si želim in apeliram na vse nas, da ne razpravljamo o tem, kdo je bolj ali manj kriv oziroma odgovoren. Vsi smo. Ker smo skupaj zavozili, smo danes skupaj odgovorni, da poiščemo rešitve. In to ne hitrih, nepremišljenih, temveč takšne, ki bodo uspevale na dolgi rok. No, zdaj to je bil spet Kučanov tekst. Ne? Torej, ne iščimo krivcev. To je Nataša Pirc Musar, ki je zmagala na predsedniških volitvah, ker je ves čas v tekst vnašala Janša. Saj so znani te izseki, prav tako na TikToku. Kaj vse je govorila. Janša se je pojavil 50-krat v govoru. Zdaj pa ne krivcev. Čim sem to slišal, to je res partijska govorica. Ne? To je ta sprenevedava govorica, ki v resnici... To je Kučanov tekst. Lastna predsedniku Kučanu. Zdaj, še posebej, če so na oblasti tisti, ki so zavozili, je seveda toliko bolj potrebno govoriti o krivcih, tisti, ki so zavozili, te stvari ne bodo mogli, niso sposobni reševati. Ja, res je prav smešno. Ne? Tudi ta njen ton, pri nas bi rekli ton stare matere, enega patronata, ene vzvišenosti, na meji arogance. Neka moralka. Zelo odbijajoče, zelo odbijajoče je. Ja, in prav ona, ki je recimo tudi govorila neresnice, kako so v času Janševe vlade zaplinili Ljubljano. Mi smo bili skoraj regije takrat tam, smo šli to pogledati, kdo je kaj zaplinil, kako so pravzaprav protestniki napadali policiste, kako so poskušali največji zunanji politični dogodek do takrat v Sloveniji pravzaprav zlorabiti in preprečiti s temi protesti. Ker je bilo zasedanje Evropske unije. Seveda. Ne. Tako da ta njena pristranost se je pokazala tudi tukaj. Če bi bilo obratno, bi pa samo krivce iskali. Ne? No in seveda nismo vsi zavozili romske problematike, pravijo ljudje. Ne? Nismo je vsi. Dejansko župana je ignorirala. Še ta mesec nazaj, par tednov, nihče ni poslušal županov, ki so prosili in opozarjali. Ja, tudi njen urad in ona sama so ignorirali ta odbor za peticije, mislim, da je bilo človekove pravice. Ne, to so absolutno podcenjevali, je nenavadno, mi smo relativno pač malo številna država in iz Ljubljane v Novo mesto, mislim, da je manj kot uro. Ampak kljub temu se ta ljubljanska elita, če tako rečem, obnaša izrazito arogantno, kot da so v kitajskem prepovedanem mestu in da gre za tam neko oddaljeno provinco, do katerih se res obnašajo tako zviška. Tudi, ko sem gledal to sodniško elito na teh pravniških dnevih na Brdu pri Kranju, mislim, s kakšno aroganco, s kakšno vzvišenostjo, s kakšno neempatijo do te ljudi, ki se s tem soočajo. Čeprav vedo, kaj se dogaja.
Ne vem, gre res za eno domačo Gazo, kot ste rekli. Ne? Tukaj si, tukaj pleši. Ne? Ja, tako je. Tukaj, zdaj pa tukaj. Ja, zdaj od besed k dejanjem, reševanju problemov. Ne? To naj zdaj rešijo. Lejte, tudi to mi nismo vedeli. Treba vedeti, da Ministrstvo za delo ima v rokah pač leva politična struja. Vse CSD-je po tradiciji v glavnem obvladujejo pač ti, ne? Tranzicijska levica, se tako rečem. In sedaj slišimo, in to moram reči tudi mene šokiralo, ne, da je 10 deklic mlajših od 15 let nosečih. 10. Ja. In da se v bistvu, da to ni nič sankcionirano, da se z nečem ne ukvarjajo. Prvič smo slišali zdaj konc koncev. To bi mogli biti naslovnice pred tem dogodkom. Seveda. Ne pa, da so res. Ja. Sam veste, kje je izvor tega? To je pa tudi, kaj je bilo leto 2005, bila je ena oddaja Piramida, takrat na javni televiziji, ko sem jaz direktor, tudi Erika Žnidaršič to vodila. Takrat je prišlo do enega incidenta, ne? Zmago Jelinčič je bil tudi en od Strojanovih v tej piramidi, pa Zmago Jelinčič. In Zmago Jelinčič je takrat seveda na grob in neprimeren način, bi lahko rekli, napadal romsko skupnost in je med drugim omenil tudi to, da je sodnica v Mariboru oprostila Roma, ki je pravzaprav, lahko bi rekli, posilil eno 14-letnico ali nekaj podobnega, ga je oprostila z obrazložitvijo, da je to romska tradicija. Si predstavljate? In to je srž zla, da je tudi pravosodni sistem, pazite, ženska je to storila, dopuščal in toleriral take anomalije, ki niso nikoli v nobeni kulturi ne more biti del tradicije, ampak so pedofilija, se ne moramo drugače reči. Veste, kaj so, si predstavljate naše otroke in sosedove otroke in sorodnike v 5. in 6. razredu. Ja, to so otroci. Šele na začetku otroštva, bi lahko rekli. Ja. In potem so tukaj deklice v 5. in 6. razredu, sedaj v Novem mestu, ki so noseče. Ja, to je nekaj neverjetnega. Ja. Kje je tukaj 8. marec ali 9. marec ali kar že imajo? Ja. Nikjer jih ni. Ne? Tukaj vemo, je zdaj Gaza, to je zdaj naša Gaza. Ja. No, zdaj seveda, ko omenjamo to pravosodje, ne smemo mimo te policije, ki je potem en teden po streljanju prišla v romsko naselje, ne, in takrat so, če verjamete ali ne, zasegli celo nekaj orožja, ne samo tulcev. Ne. No in zdaj to orožje, kot smo že rekli, so zasedli prav pri tem gospodu, ki je govoril prej in Nataši Pirc Musar nekaj obljubljal. Ampak zdaj vprašanje je, zakaj en teden po streljanju. Ne? Kaj je zdaj to? Kakšno je to pravosodje? Da rabijo sodniki en teden, da napišejo en sklep, pojdite tja. Ja, kot zdaj razlagajo ti zagovorniki ali pa nasprotniki pretirane represije, kot pravijo, bi lahko policija odreagirala takoj tam, ker je do streljanja prišlo in bi lahko vdrla v nekaj hiš in tako vedo, kdo in kaj je. In bi lahko to opravila. In tisti večer tega ni naredila. Pravijo, zdaj razlaga je pa ta, ne, niso se odločili za to potezo, ki bi bila močan signal romski skupnosti. Mislim, da živi tam Brezje, Bršljin, da živi 800 Romov približno, ne? 800, ali Žabjek, Brezje, živi okrog 800 Romov in bi bil to, se noben ne bi izgubil življenja, bi bil to resen signal za njih, da je zgodbe konec, ne za romsko populacijo nasploh, ampak za ta kriminalni del. Ne, niso tega storili. Čez 2 dni so dali sodno oziroma zahtevo za preiskavo z opisom, da bodo to izvedli 3. novembra. In potem tudi sodišče še 4 dni čakalo. Ja, na zvočnike obvestilo 3. novembra pridemo. In res smešno. Ja. No in kljub temu so še zmeraj našli kar nekaj kosov orožja in veliko streliva. Romi seveda tudi točno vedo in poznajo, kaj se v državi dogaja in tudi oni se bojijo, ne, nekateri seveda tudi, dejansko so tudi oni, se so pravzaprav v romskih skupnostih največje in prve žrtve, to je treba vedeti. Otroci in mladoletne osebe, tudi ženske. Tam je grozljiva struktura in hierarhija neusmiljena. Tisti, ki so se izkopali iz te grozljive revščine in bivanskih razmer, ki so obogateli s kakšnim kriminalom, potem ustrahujejo te Rome, ki so recimo na dnu te kaste, ne, in jih izkoriščajo, recimo od njih odkupujejo elektriko, od njih dobivajo vodo, ne, posojajo jim denar za ogromne obresti. To je tako. To me spominja tudi na določene afriške skupnosti, kjer se je ta recimo struktura solidarnosti razbila, ne? In potem je največji izkoriščevalec tudi teh afriških revežev, se vidimo tudi na Madagaskarju podobno, je bil prav njihov
kaj rečem, sovaščan, njihov rojak. In tako je tudi v romskih skupnostih. Starešina. Ja, lahko starešina. Tle v tem primeru, koliko razumem, gre predvsem za te mlade, kaj rečem, mladce, ki so pač obogateli s kriminalom. Generacijo Z, bi rekli, po moderno. Ne? Ja. Gen Z. No, torej, zdaj, da pa bo absurd vse te zgodbe še hujši, pa je to dejstvo, kar je napisal Janez Janša na X-u, da pravzaprav on se je udeležil pogreba Acota in je rekel, seveda, da, in tudi drugi so to napisali, ne? On pravi, da je več prič potrdilo, da ni pravi krivec ta Sabrijan Jurkovič, ki je zdaj osumljen, ampak nekdo drug, njegov bratranec, ki je dal gospodu Acatu smrtni udarec, 20-letni Samire Šiljič. Ne? No, skratka, in to so potrdile menda tudi priče, ampak policija je kljub temu aretirala Sabrijana, ne pa Šiliča. Šilič je pa menda moral se vrniti v vzgojni dom v Ratečah in je bil takrat samo slučajno na tem dogodku. To so kasneje povedali. Torej, s čim imamo tukaj upravka? Saj policija, če pričajo ljudje drugače, gleda stran, ali kako je zdaj to? Zdaj, kljub tem informacijam, ki izgledajo pač zelo take resne in verodostojne, ne, je policija vztraja pri tem krivcu, ki ga je pač aretirala, ne, in ki je zdaj v priporu. Ne vemo, kakšen interes bi bil, da se recimo, ščiti nekoga drugega. Če je v resnici, govorimo o delu policije, ne, policija v celoti, hvala Bogu, da jih imamo. Jaz nekaj zagledam, razen na cesti, ne, ko ustavljajo zaradi prehitre vožnje, rad vidim policista, ne, hvala Bogu, da jih imamo. Ampak če je del policije, tako kot pravijo tudi lokalci, ne, vpleten, ne, v zgodbo, potem dejansko se vzpostavlja tudi eno veliko vprašanje, je res to pravi krivec ali ni, jaz upam, da je. Tukaj bi morda dodal še nekaj, ker nekoliko poznam to zgodovinsko strukturo in kaj rečem, zgodovino Romov na Dolenjskem v zadnjih stoletjih, naprimer, zato ker so tudi med vojno strani partizanskega gibanja oni postali prve velike žrtve, ne, prav romska populacija, ne. Komunistična gverila pod vodstvom Kardelja in Kidriča in Mačka jih je sistematično pobijala leta 1942. Ne? In tisto bili primki Brajdič, Hudorovac že takrat. Kasneje in seveda Romi so bili zmeraj nepopularna družbena skupina. Se veste, ne, cihajnarija, cihajnar banda in ne, zmerjalo se ljudi, ti si pa cigani in tako naprej. Žal je pač tako. Ja. Ampak so imeli v tej strukturi, recimo družbe, tudi pred vojno, so imeli določeno mesto. Spravi, ko je romski tabor nekam prišel, se jim je tam dalo prostor in se je nekako kohabitiralo. Ne? Zato, ker so bili ljudje vendarle v sklopu ene krščanske civilizacije, ki traja pri nas 1200 let in so tudi oni ljudje in to so se točno zavedali vsi. Potem pride do teh hudih interrupcij strani komunistične gverile, do masovnih pomorov celotnih romskih družin, celotnih skupnosti v Iški, potem Kanižarice, 4 taki primeri so znani. Romi, ki so potem takrat ušli, so jim Italijani dali možnost, da so šli v Italijo, se po vojni niso hoteli vrniti. In tle imamo v veliki meri, to je pomembno, opravka z Romi, ki so zlasti po balkanskih vojnah v Bosni, ne, iz Srbije, Hrvaške, tudi Makedonije, veliko, Albanije, tako prišli v naš konc. Na Dolenjsko. Tako, in so tukaj prinesli tudi ne samo jezik, ker vidimo, da nekateri govorijo prej srbsko kot kaj drugega, dobro tudi svoj jezik, ampak so prinesli tudi orožje in nasilje. Ker prej Romi po nasilju niso bili znani. Ja, to je res, ja. Bolj po krajah. Ne? Bolj po nekih drobnih krajah in prosjačenju. Tako. Ampak gledajte, v kolikšni meri je dejansko za njimi zdaj se ugnezdila neka balkanska mafija, mafijski kriminal, da se v bistvu tu iščejo zaščito pod tem plaščem romske problematike, da se jim nič ne zgodi. Ampak je tako spretno povezana tudi s policijo, da bi človek rekel, da je tukaj neka mafija zadaj. Mi imamo velik problem. Zdaj ne morem govoriti podrobnosti, ker po naključju določene stvari vem. Imamo kar nekaj teh klanov, ne samo kavaški, ne, ki so balkanskega porekla v osnovi. Žal pri tem sodelujo tudi Slovenci. To so mogočne mednarodne kriminalne združbe, ki nenormalno bogatijo z drogo. Delno so procesirane v Sloveniji, delno tudi ne.
imajo najboljše odvetnike, ki se borijo proti slabo ali pa povprečno plačanim tožilcem, nekaterim tudi prestrašenim sodnikom, očitno nekaterim tudi prestrašenim. In kaj lahko rečem, da imajo zelo veliko možnosti, da se vsaj tisti vodilni ali pa nekateri od teh izvijejo, še te, ki jih je sploh naša država uspela sprocesirati, kaj šele tisti, ki so na prostosti. In očitno eden od rokavov teh res mogočnih kriminalnih združb, ki obvladujejo situacijo v Sloveniji, eno od izvedbenih plati so imeli čez tudi dolenjski Romi. Seveda kot tisti, ki so bili dilerji, ki so pač prevažali drogo in razpečevali. Sej od tukaj pa je, gledajte, to je noro. Zadnjič je bilo rečeno, da se je nekdo pripeljal z nekaj čez 100.000 vrednim Porschejem, na družbeno koristno delo, ker je zaradi nekih prekrškov na novomeško komunalo, da imajo izredno veliko premoženja. Pa imate Rome, ki nikjer ne delajo, ki dvigujejo po 18.000 evrov na banki. Pa sej to je vse jasno. To je jasno kot beli dan. Da tle nekaj ni v redu in država se je obračala stran. Jaz se tudi spomnim časa Janševe vlade, ko so vztrajali vsaj na temu, da se naprimer pogojuje obisk dodelitev socialnih transferjev z obiskom otrok v šoli. Ne, ta levičarska vlada je to vse anulirala. Tako da seveda, gospa Nataša Pirc Musar, nismo vsi enako odgovorni, nismo vsi zavozili. Gotovo ni bilo nikoli idealno. Se tudi ta fama, ki se vzbuja v primerjavi z prekmurskimi Romi, ker je situacija veliko boljša, ampak gre za drugi romski narod, čisto isti. Iz Madžarske prišli, nemško govoreči. Ja, in imajo drugačno poreklo in tudi drugačno kulturo, in v resnici drugačno. Že več stolet so. Tako, je tudi in so se bolj integrirali, ampak tudi tam je število otrok, ki obiskujejo osnovno šolo, padlo. Jaz mislim, da je okrog 40%, si predstavljate, v Pušči, ker je dejansko popolna civilizirana zadeva. Smo nekoč to obiskali pred leti s Petrom Opeko, se je želel seznaniti s to romsko situacijo pri nas in so nas lepo sprejeli, tam imajo gasilski dom, vrtec, vse lepo funkcionira, ampak tako malo otrok tudi tam manj kot prej hodi v šolo. Se pravi, da se je tukaj politika do Romov v zadnjih letih res spremenila in šla na slabše, ker so Romi ugotovili, da jim ni treba hoditi v šolo, da je bolj, če se lotijo kakšnih drugih zadev. In ker ta politika, da ni bilo pogojevanje socialnih transferjev in hojo v šolo, ker je prinesla do absurda in zato je odgovorna absolutno Golobova vlada z Golobovim Mescem na čelu. Zato so tudi primeri teh otroških zanositev, ker otrok praktično je za njih deviza, ker službe nočejo pravzaprav. Poslovni model. Je poslovni model in otroci potem prinašajo otroke. Se spomnim, poznam novomeškega župana, ki se je v teh nemogočih razmerah odlično znašel, ga občudujem, da je zmogel ohraniti mirno kri, jaz jo ne bi, tudi ob obiskih teh politikov, se je dvignil glas, ampak je ostal zelo spodoben. Mi je pripovedoval o eni deklici pred leti, pa o enemu fantu, ki je bil perspektiven nogometaš iz romske skupnosti. Je rekel, že vidim, kako jih bo spet ta skupnost, mi jih poskušamo rešiti, jim dati perspektivo, kako jih bo skupnost potegnila nazaj noter in nekako uničila njihovo prihodnost. To je težko gledati, ker so, kot rečeno, enaki ljudje kot mi v izvoru, ampak jih to pa res tradicija samo uničuje pravzaprav in grejo v neko spiralo. No in zdaj prideva do komentiranja tega Šutarjevega zakona oziroma več teh zakonov, to je ACO. In sicer zdaj rečeno je bilo strani SDS, mislim, da je Janez Janša rekel, pa potem tudi gospod Hojs, če bi mi to predlagali, bi bili dvojni fašisti in ne bi se vozili samo s kolesi, ampak z motorji po Ljubljani. Zdaj, te zakoni več jih je, recimo, dobro, pač vojska pride na meje, potem lahko bodo vstopali policisti v stanovanja, potem bodo lahko izterjali denarne pomoči,
Skratka, Center za socialno delo bo lahko tudi oduzel otroka. Sej nekako so bili te ukrepi razloženi, ni pa dejansko še ni zakon napisan noben, da bi jih lahko prebrali. Ne? To je samo govorjeno. Kako vi komentirate te ukrepe? A so pravi? Ja, delno so se potaknili tudi nazaj, ker je bilo rečeno, da mladoletnice ne bodo dobile otroških doklad. Ja. Sedaj spremenjajo toliko, da bodo te otroške doklade šle pod nadzor Centra za socialno delo. Ja, tle se strinjam, ne, to so zelo, zelo ostri ukrepi. V nekem smislu so lahko preostri, ker so že dosedanji ukrepi marsikaj omogočali, ampak kot sva ugotavljala, jih policija ni bila sposobna izvajati na terenu. Kako bo zdaj to izvajati? Vse vidimo, se spomnite teh primerov, celo posnetkov. Celo Romi so to snemali, ko so oni tepli policiste. Jih vlačili. Neka Rominja je tepla policija. Ja, in tam jih vlačili po tleh in to. Ja. Lete, če to enkrat pride v javnost, veste, da interes policije pade. Ja. Sej tudi počelo tega je zanimivo. Ne? Tudi premier Golob, jaz mislim, da se on, ne vem, s čim se ukvarja, ampak on ima glavo v oblakih, ne, visoko na nebu in res ne čuti realne situacije. Tle pa, ne vem, novomeški župan zelo spretno organiziral to sejo občinskega sveta, kjer se on tam 2 uri pa pol naposlušal prvič županov vseh občin, kjer je romska skupnost, in potem tudi novomeških občinskih svetnikov, od katerih so bili nekateri večinoma izvrstni. Ne? In to on je tam sedel in je moral to 2 uri poslušati. In je res to ena učna ura, ena prizemljitev, ne? Spravi, da se je tudi gospod Golob z tiste visoke strehe spustil na realna tla. In mislim, da je on, ker je impulziven človek, tam ugotovil, da to je res noro, kar se dogaja. Ne? Prvič so v resnici mar presluhani, pa tudi vedel je, da je lahko konec njegove politične kariere in je stopil na čelo, se to je prav smešno. Ja. Do včeraj so ignorirali, niso poslušali, potem pa predsednik Golob stopi na čelo in je najbolj oster in najbolj podivjan od vseh, Ja. tako lahko rekli. To je bilo tisto zanimivo soočenje pri Urošu Slaku, zanimivo je tudi to, ne. On je bil takoj po tem dogodku na televiziji Slovenije, na Pop TV, potem še pred Šuterjevim zakonom, tako spet na televiziji, na Pop TV zgleda, da je to kar nekako aranžma tak vladnih medijev, nas je to je prav ponižujoče na nek način. Ampak rad bi opozoril na tisto situacijo pri Urošu Slaku, ko je bil, mislim, da že drugič, ko je začel on prepričevati Uroša Slaka, da so ti ukrepi potrebni. Uroš Slak pa vemo je iz območja, kjer je tudi romska populacija in seveda je strpen človek, ampak do romske politike ni imel dobrega mnenja. Je bila prav smešna situacija, da se potem Slak zagovarjal pred Golobom. To je tudi tak tipičen politični trik, zelo, zelo demagoški, zelo populističen. Ko vidiš, kam pestaco moli, v katero smer teče reka in se potem postaviš na čelo te struje. Ja, v resnici so ti ukrepi zelo, zelo ostri. Jaz bi rekel, da v situaciji, kot smo, če bo to pomagalo policiji, naj jih kar izvajajo, res je opozorila predsednica, da to velja za vse nas, da bojo lahko upadli tudi v vaše ali pa moje stanovanje. Dobro. Recimo, da ga ne skrivamo, čeprav je pa res to neprijetno, tukaj niso heci. Upajmo, da ne bo prišlo do zlorab, ampak naj se ta stvar najprej razčisti. Vidim pa, da so tudi seveda velika nasprotja, da se levica že postavlja na drugo stran. In da so tudi mediji že začeli takoj, ko je ta prvi val tega nezadovoljstva zaradi umora pošel, da so že dvomijo, zdaj že. So začeli že mediji, so že strokovnjaki prišli v studije in so že govorili, seveda pa zelo močna tema je bila ena prvih tem za relativizacijo, za ta damage control. Je bila, ko so odprli, to je bilo 2-3 dni najbolj aktualno na poročilih, ko so odprli temo, se pravi, tistih sredstev namenskih, ki jih občine dobijo za urejevanje romske populacije. Da so župani krivi, oni porabili denar, pa nič naredili. In potem, in to so pol naleteli na ribniškega župana, ki je bil tudi sam žrtev romskega nasilja in je tudi odvrgel rokavice. Vidim, da je tem ljudem res dovolj. Pa se jih vidite, da to so strpni, lepo vzgojeni ljudje, ampak kar je preveč, je pa preveč. Ampak mislite, da bodo te ukrepi tega Šuterjevega zakona delovali?
nadaljevali ali bodo samo rešili Goloba ali bodo rešili razmere? Ja, jaz mislim, da tukaj predsednik Golob razmišlja predvsem o rešitvi svoje politične kariere, prav gotovo delovali. Problem je v izvedbi tega. Ne? Če so doslej šikanirali policiste, ki so imeli opravka z romskim nasiljem, ne? Da so imeli oni probleme in ne Romi. Romi so dobivali samo pogojne kazni, 10, 20 teh kazni in nič ni bilo z tega. Ja, potem se ne bo nič zgodilo. Mora se percepcija spremeniti v ravnanju odločevalcev, se pravi vodstva, predsednika vlada najprej, zdaj, če on ne igra, če misli resno, in potem navzdol po hierarhiji, notranjega ministrstva, pravosodnega ministrstva, policije, do končno policijske postaje, tudi na račun šefa policijske postaje v Novem mestu, je tudi veliko kritik, ne? Da je del te pasivne drže tudi on sam. Ne? On se razgovarja, da niso mogli, da niso uspeli. Ampak dobro, takrat, ko so jim pretepli policiste, bi pa morala tja upreti specialna policijska enota in na ta, jaz ne vem, tukaj se malo šaljeva, na ta klasičen način pravzaprav vzpostaviti red. Kako je to delala bivša Jugoslavija, v bivši državi, seveda teh problemov ni bilo, ker je bila totalitarna država, je ne želimo nazaj. Ne? Mi je pa zadnjič kolega pripovedoval, je rekel, ja, včasih so upadli v naselje in pač pretepli te najbolj nasilne. Ne? Jaz se ne strinjam s tem. Ne? Miličniki. Ja. Se ne strinjam s tem, da bo zdaj kakšne Rome. In potem je bilo nekaj časa red. Seveda se na ta način ljudje ne bodo nikoli integrirali. Ampak toliko možnosti za integracijo, kot jo imajo Romi sedaj, ne? Je niso imeli nikoli. In veste tudi to, da ne hodijo v šolo, ne? To je tudi izsiljevanje in njihova deviza. Otroci so ravno tako bistri, ravno tako bi lahko imeli lepe karijere, nekateri od njih redki to uspedo, ampak jih vodstvo teh romskih komun jim ovira pot v šolo. Ne? Zato, ker je tudi to njihova deviza, lete, kako smo bogi. Ne? Njim je v interesu, da imajo brezpravno rajo pod sabo, s katero lahko manipulirajo. Spet smo v Gazi, ne? Ja. Spet nekdo izkorišča te uboge ljudi. Ne? Ja, in takrat seveda jim je bilo tudi lahko nelagodno otrokom priti v šolo po tej soboti in po tem protestnem shodu, po praznikih, ampak šole so jih klicale, vsakega posebej in zagotavljale, da bo vse v redu, pa veste, da bo vse v redu. Ja. In kaj se je zgodilo? Nobenega napada na romske otroke ni bilo, ampak obratno, ta zamolčan napad romskega najstnika na mlajšega Roma, s tem, da je tudi ta percepcija, ne, saj se otroci lahko kaj ruvajo, ampak udarec v obraz, brca v obraz, odkje to prihaja? Ne? Ja. To je treba v kali zatreti. Pred tem ubojem Acota so pravzaprav tudi pretepli enega mladega fanta, ker če bi takrat policija ukrepala, se sploh ne bi ta uboj zgodil. Policija je prišla, popisala in odšla. Ne vem, je to neka nova politika ali kaj? Ja, očitno. In potem so sedaj pod vplivom javnosti prekvalificirali tisto dejanje iz prekrška v neko bolj pregonljivo, bolj resno kaznivo dejanje. No, bomo videli. Ne? No, zdaj seveda je ta teden pa poslanec Andrej Poglajen tudi izbrskal in izračunal socialne prispevke. In članki so bili seveda hoditi v službo je za luzerje. Romi dobro živijo od socialnih pomoči, res je to. Ne? No, tule recimo par pa 5 otrok lahko dobi na mesec, tako je objavil ta poslanec, 3879 evrov, kar je seveda več kot 40.000 evrov na leto, če imaš 5 otrok. Zdaj seveda so popravili na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so rekli, paste, da ne dobi na mesec 3360, to so še neki dodatki, ampak samo 2799. Mislim, da je to res zelo malo. 2799 je vredu denar, ne? In da na leto je samo 33.595. Lejte, se to je smešno. No? Dejansko je njihov poslovni model imeti čim več otrok, čim več socialnih pomoči. Samo to. In otrok, ki so končno tudi neizobraženi, ki ne hodijo v šolo in ki bodo lahko predmet manipulacij te sprevržene druščine, pravzaprav tudi za naprej. Ja, in se to država vse ve. Centri za socialno delo so v oblasti levih političnih levičarjev, ves čas levičarjev. In zdaj vi povete, kako bo neka delavka, tovarišica na Centru za socialno delo zdaj upravljala s tem denarjem. Recimo zdaj je eden od ukrepov, da bo v primeru mladoletne mamice
zdaj center za socialne delo Prevzel ta denar, ja. Prevzel ta denar. In zdaj si vi predstavljate, da bo ta tovarišica tam imela roko na nekem denarju in bo prišel nek Rom s pištolo ali bo prišla Rominja z neko metlo in bo tam rovarila, se veste, da jih bodo stisnili, ne? Se veste, da ne bo zdržala ta gospa v centru za socialno delo. Se tudi jaz ne bi zdaj krivice delal, ker biti danes zaposlen v centru za socialno delo, voditi centra je zelo težko. Na teh področjih je pa to so skoraj vojne razmere. Ne? Ja. Se strinjam. Pa kako da niso dvignili glasu že prej in opozarjali tudi na to. Ne, seveda, vse so njihovi vodje, njihovi ministri, levičarski, seveda vse to vedo, ne? Če hočejo vedeti. Ne? Bomo morali biti zelo pozorni na to in predvsem neposredno ta poslovni model ukiniti. Ja, ker poglejte, prav v tem studiu sem imela nekega sogovornika, ki je vodil, tudi VD direktor je bil za te narodnosti in je vodil tudi to in se spozna in je povedal, kakšne so prakse v tujini. To je najbolj presenetljivo, zakaj mi ne prevzamemo tuje prakse. V tujini je tako, da tem ljudem seveda ne dajo gotovine. Gotovine ne dobiš v nobeni državi. Ti dobiš nek digitalni denar, neko kartico, ki jo lahko unovčiš, a ne zdaj je rekel predsednik vlade v Hofer, ne bo več teh brezplačnih pohodov in tudi drugam. Ja, treba jim je dati enostavno prehrambene bone za obleko, nek digitalni denar, ne pa gotovino. Kje na svetu dajo gotovino, lepo vas prosim. Ampak to pa ne, no. To so župani predlagali že leta nazaj. Seveda. Ja, zdaj problem je, ki ste rekli, ne, to ni hec za trgovke tam v teh centrih. Ne. Pridejo v skupini pridejo, ne. Ja. In potem kar manjkajo stvari. Poberajo, nabirajo. Zdaj pol navodilo je puste jih. Ne. Tudi na bencinsko črpalko pridejo, natočijo in grejo. Ne. Ja. So bili taki primeri in je bila splošno navodilo, da se to tolerira. Ne. Mislim, ni v redu. Ja, kako? Ne. Poslušajte, se tudi na te spletni, na tem v bistvu spletnem mestu, vsi smo lahko aco. Zdaj ljudje pišejo, kaj se dogaja. Zdaj pišejo tudi te prodajalke, da pridejo, vzamejo čevlje, da je še rekla, a vam dam vrečko, ne, da se ne boste matrali. To je noro, kaj imamo mi v Sloveniji. Tega sploh nismo vedeli. Ne. Ma gledajte, to je tako, kot bi otroke popolnoma razvadil. Ja, razvajen otrok, ki ti zraste čez glavo, ker mu je vse dovoljeno. Ja, tako, ne, v bistvu to je najslabša usluga prav Romom in tisti Romi, ki so seveda bolj prosvetljeni in tudi bolj izobraženi, točno vedo in tudi to povedo. Ja. Da je to razlog, da je to krivda. Ampak zakaj je naši, predvsem levičarski politiki, pa ne, da je tukaj pomladna stran naredila vse, kar bi bilo treba, ampak zakaj je zlasti levičarski politiki v interesu, da tako ostane, da tu ljudje pravzaprav tako trpijo, da so te skupnosti brez perspektive, ker to gre vse, če dalje manj obiskov v šol, če dalje več nasilja, če dalje več očitno tudi teh mladoletnih nosečnosti. Ja. No in zdaj, če pogledava te mladoletne nosečnosti, ne, te otročki, bogi otročki v romskem naselju, očitno takoj, ko neka deklica dobi menstruacijo, bi rekla, ne, tako po neki pameti, že reče, v redu, je zrela, ne, recimo. No, ampak zdaj poglejmo, kako je nekdanji tožilec Fišer to komentiral. A so zdaj romske mamice, manj mamice, da jim bomo vzeli otroški dodatek, ker so mladoletne, manj mladoletne kot druge mladoletne mame in a so njihovi otročki manj otročki, kot so drugi otročki. Torej, nekdanji tožilec Fišer, ali so te mame manj mame? Ne? Jaz bi dodala temu gospodu, ne vem, lejte, če bi bila, mene je razjezila ta izjava, ker če bi bila feministka, bi lahko rekla, to lahko reče samo nek moški. Mogoče star moški, ampak dodati je treba, ali so te 12-letne punčke manj otroci kot drugi otroci v Sloveniji, da jih ne bomo zaščitili. To je škandalozna izjava. To je grozljiva izjava, da tožilcu Fišerju, on se tukaj sprašuje o otroških dodatkih za te dekletca, ki zanosijo v 5. 6. razredu, ne pa o samem dejstvu, da so te dekletca prisiljena zanositi pri takih letih, ki so otroci. Ja, to je nora izjava. To je nora izjava, mislim, kaj tacga. To je ta odmaknenost od realnosti teh ljudi, kje živijo, s kakšno aroganco, s kakšno vzvišenostjo.
Ja. Glejte, gospod Fišer, se veste, ne? On je tožilec bivšega režima, to je tisti, ki je obsojal ljudi, ki so se šli pokloniti pobitim strani komunistov na Lajšah, ne, na Cerknem, in on je takrat preganjal te ljudi. Zdaj ima on sam, ne, s človekovimi pravicami izvorno težave iz bivšega režima. Ne. In potem je pa zdaj tukaj kot neka moralna avtoriteta. Ja. In take se sprašuje. Taki pridejo potem v naše oddaje. Ja, no, vse to je bilo pravzaprav na tistem zasedanju dan pravosodja. Vem. In so potem, očitno je na tem dnevu nekaj rekel, da so ga novinarji ven potegnili, da so poiskali natanko neko izjavo. Mislim, da ste vi prvi, ki to izjavo problematizirate. Vsi ostali so jo vzeli kar kot neko normalno. Meni so šli lasje po koncu. A so manj mame. One so, kaj pa drugi otroci? One so otroci. A so ti otroci, romski otroci, deklice, manj vredni? Ja, manj vredni otroci. Kaj pa, če bi slovenski otroci zanosili deklice pred takih letih? Pred 12 letih dobi menstruacije, ajde noseča. Pa se to je noro. Ja, res, no. Mislim, kje smo mi? Ampak glejte, no, zdaj tole, recimo, kar se tiče teh otrok, ne, spet primer iz tujine, ga je povedal tisti sogovornik, ki sem ga prej omenila, da so v Albaniji prepovedali te mladoletne poroke. Zakaj mi tega ne storimo? Zakaj ne prepovemo? To bi bil en krasen ukrep, prepovemo mladoletne poroke. Pika. Mladoletne poroke so tudi muslimanska tradicija v nekaterih deželah in tudi v stari dejansko kulturi albanski in oni so to uspeli narediti. Ja. Pri nas pa te kulture nimamo, mislim, se to ni kultura. Ja, pa so kljub temu uspeli to narediti. Ja, in so to uspeli narediti, pri nas pa očitno ne. Tle spet sva na tej točki te dejansko levičarske dvoličnosti, ne? Ko se dela, očitajo novomeškim županom in prebivalcem Dolenjske rasizem, dejansko je rasizem prihaja strani te ekstremne levičarske politike, ki uničuje prihodnost teh deklet, ki zanosijo pri 11-12 letih. Ja, in kje so tukaj te feministke, ki tako glasno vedno pljuvajo in protestirajo pred stolnico v Ljubljani? Veste, če jaz vem, verjamem, da imajo Slovenci zdravo pamet in recimo vsaj, kar se tiče gibanja 8. marec, to je res ena druščina, ki je za nas smetišče. Tukaj imamo realne probleme. Ja. Ta dekleta bi lahko se so aktivistke, zelo bogato plačane strani države. To je naša Gaza. Ne grejo, pa naj se tukaj pogovarjajo z mami. Ne grejo tukaj k mamicam, k dekletcem, naj lepo obiščejo romske skupnosti in jih tukaj osveščajo tudi o zdravi spolnosti, o vsem tem, kaj pravzaprav to je. Ne? To ne počnejo. Ne pa da nas sramotijo tam v Evropski uniji. Ne. In tle se vidi, ne. Tle jih v bistvu dejansko jih ljudje ne zanimajo, zanima jih neka politična propaganda. Pa denar, ne. Ja. Počakajmo, dajmo jih povabiti, da gredo v našo Gazo, kot pravite, da grejo v Brezje, v Žabjak, v Dobruško vas in naj tam učijo ljudi, kaj je treba. No in seveda, kot sva že omenila, ne, zdaj tudi ta gospod Čemažar je bil julija pretepen strani Romov, ki živijo v Rojah. Ne. Zdaj, prav ta teden je pa bila vložena obtožnica, hvala Bogu, ne, zoper 3 Rome v Rojah in oni so takoj začeli streljati v zrak tudi v naših Vižmarjah. Ne. In seveda pokaže se, da dejansko, tako kot sva rekla, ta poteza Drnovška ni bila preveč pametna, ne. Kajti Info 360 medij je objavil, da na zemljišču članov družine Strojan v Ljubljanskih Rojah je že 19 hipotek na tem zemljišču. Takrat so naredili nekakšno menjalno pogodbo, Drnovšek je omogočil, da so celo postali lastniki teh zemljišč, ampak zdaj je tako, ne, oni praktično, tako so ugotovili na Info 360, ne plačujejo nič. Nekaj časa jim je plačeval elektriko nek dobrotnik, zdaj pa ne vemo, mogoče umrl, ga ni več. Skratka, v bistvu je zdaj ogromno hipotek na tem zemljišču, tako da ga bodo konec koncev izgubili. Ne? Lejte, leta 2006 so dobili zemljišče, zdaj od teh 30 članov postalo že 100 članov in zdaj, če bodo hipoteke, če bodo izvržbe, če bo to zaseženo, smo prišli iz dežja pod kap. Ja, ne vem, mogoče bo župan Janković, ki mi je takrat omogočil, takrat jih je on povabil v Ljubljano, ne, da reši to slovensko sramoto. Vidi se, da se ta sramota samo še nadaljuje. Mogoče jim bo pa dal stanovanja v Stanežičah, kjer načrtuje velik gradbeni, bogat kompleks, tako,
ki bo gotovo zelo blagodejen tudi za denarnice gospodov, ki bodo v to vključeni. Ne? Ja, ne vem, seveda, lejte, tukaj, zdaj je tisti trenutek, ta točka, ko se lahko vzpostavi red. Ja, tako. Absolutno. Se vzame zemljišče nazaj, zdaj ga bo imel, ne vem, Elektro, Telemach, pač kdorkoli, no vse so rekli, da Števca, to je tudi zelo zanimivo, električnega Števca ni več, ne. To se pravi, kje zdaj dobijo to elektriko? Ne vemo, iz žice neposredno, ne vemo kako. Pa veste, vidi se, ne, Romi niso nič v izvoru, nič drugačni ljudje kot mi. Ne? Ja, znajdejo se. Ja, dože, ampak hočem reči, tudi taki so, ki normalno delajo. Sej mislim, da je ta gospod Kekec, se piše, direktor novomeške komunale, rekel, da jih je nekaj tam zaposlenih in so pridni delavci. Ja, ja. Je to popolnoma normalno. Saj lahko delajo potem tudi strojeni. Sam jih je treba očitno opozoriti zelo konkretno, da teh zlorab država ne bo dopuščala več. Kraja elektrike, kraja druge energije, končno tudi kraja pridelkov, to, kar se je zgodilo kmetu Čemažarju. In veste, da so se temu posmehovali. A ni neka sodnica rekla, kaj pa je to takega, če ti nekaj pridelkov ukradejo? Ne? Vse to ni nič takega. Ja, ne vem, koliko si jih pa ti pridelala. To ni, najprej je šlo res za tu pa tam kakšen krompir, potem so pa že cele vrste zmanjkale. Ne? In tudi po Dolenjskem. Pa zajce pa kure, so rekli Čemažarji. Tudi prašiče, ne pri Čemažarjih, ampak tudi na Dolenjskem, tudi prašiče znajo odtujiti. Dobro, da ne govorimo o kakšnih žlebovih in o tem. Ne? Ja, to pa res. No, skratka, zdaj, če pustiva tole romsko problematiko, mogoče pod črto, kaj lahko napovemo, kaj bo zdaj s temi Romi. Ali bomo ločili kriminal od tako imenovane romske problematike in seveda obsodili in sankcionirali kriminal? Jaz bi rekel, da je treba rešiti Rome, ker če bomo rešili, če bodo ti, ki so odgovorni za to, rešili Rome, bodo rešili potem tudi kriminal, seveda to je začetek vsega tega in tudi to veliko napetost, ki je upravičeno in zaskrbljenost med prebivalci Dolenjske. Razbiti kriminalne združbe, končno tudi ponižati te kriminalce, ki ustrahujejo romske skupnosti in preko tega tudi celotno Dolenjsko. To se pa ne da drugače narediti kot z represijo in to konkretno represijo. To se pravi policija, sodišča. In to zelo sodniki. Hitro, seveda. No, seveda je pa Društvo sodnikov porotnikov vmes izjavilo, tudi v tem tednu, saj vemo, ta odstopljena pravosodna ministrica še vedno je na funkciji, dokler ni nove, pripravlja neko veliko pravosodno reformo, polno nekih zakonov in sprememb. No in Društvo sodnikov porotnikov, ki ni bilo vključeno v te spremembe, se že nekaj časa oglaša, rekli so, moralno bankrotirana vlada naj odstopi. Jim bo uspelo. Ja, zelo močna izjava je tukaj, pa vemo, da so sodniki porotniki, da so iz vseh vetrov. Ja, in vseh poklicev. Iz vseh poklicev in izobrazb in vsega mogočega. In je očitno tudi pri njih dozorelo to spoznanje, ki od blizu vidijo, kaj se pravzaprav počne. In so tudi, zanimivo, očitno sedanji oblasti ne ustreza, ker poskuša imeti neko monolitno pravosodje z absolutnim vplivom, da lahko tudi za potrebe politike manipulirajo in žal določena sodniška struja, sploh vodilna, je temu podvržena in potem seveda lahko potuje s Falconom na obiske, kam že? V Hak in nazaj. Morali imeti eno ticket. Si mislite, in ta sodnik Đorđević, ki je ta polet omogočil, mislim, da celo dvakrat je treba iti, on potem moralizira in pametuje na račun romske problematike. Ja. Ampak on ima pištolo na pisalni mizi. Plastično je. Ja, lejte, to so ta nora sporočila. Ja. No, ampak zdaj, poleg teh romskih problemov, o katerih zdaj veliko govorimo, so pa seveda tudi drugi. Ti pa so predvsem finančne narave. Vsi se sprašujejo, kdaj bo odstopil in ali bo odstopil Simon Maljevac zaradi dolgotrajne oskrbe. Namreč pravkar je preživel interpelacijo, ampak če 1. decembra, kar bo zdaj zelo kmalu, ne bo zaživela ta dolgotrajna oskrba, vse kaže, da bo zelo težko zaživela, predvsem zato, ker ni nikogar, ki bi jo izvrševal. Denarja so pobrali zdaj že okoli 100 milijonov, tudi vežejo ga. To se pravi, kaj bo zdaj s tem? Še to je treba reči, da on za propagando tej akciji je v bistvu že plačal 190 000 evrov. Kdaj bo on odstopil? Kaj se bo z njim zgodilo? Zdaj bova rekla kar tako malo tako, da to je tipično komunistično početje. Nesposobnost
nesposobnost na nesposobnost, brez rezultatov, in ko vejo tudi sami, da rezultatov ne bo, naročijo pa propagandno kampanjo, kjer se bodo hvalili z rezultati, ki jih ni. Ne? Ja. To so cesarjeva nova oblačila, jaz upam, da bodo ljudje končno gotovili, da je cesar nag, ne? Ja. Gospod Maljevac pa absolutno popolnoma. Ne? To je res, to je pregovorna nesposobnost tega gospoda. Se bi moral sam videti, da nič ni. Kaj so se hvalili zdaj pred tedni, da je 1 pa 2, da sta že dobila odločbe. Ma vas prosim, na 10.000 teh. Na roko napisane. Ja, sproti prilagajajo tudi sistem sploh teh privolitev. Ne? Saj niso imeli pojma, kako to sploh početi. Ja. Hitri so pa bili pri ukinitvi prejšnjega zakona, ki je te stvari urejeval in predvideval. Ja. Jaz sem zadnjič gostil doktorja Ramovša, ki se ukvarja s to problematiko desetletja in največji strokovnjak v Sloveniji, ki ga seveda sedanja oblast ne posluša. Tudi ta način teh, on pravi, industrijskih domov za starejše, kjer se sicer ljudje trudijo, ampak tam nikoli ne more biti vzpostavljen nek dober odnos do starejših, ker gre res za industrijski pristop. In tudi zdaj seveda ti poklici so še dodatno, tle ne gre samo, da bodo že v redu, da bodo oskrbovanci plačevali manj, da bodo samo za bivanje in za zdravstveno skrbo ne bi plačevala država. Ampak ne bo ljudi, ki bi tam izvajali to oskrbo. Ja. Ker so slabo plačani. Ne? In pobirajo pa od 1. julija. Mislim, to je pa res škandalozno. Ampak tudi to želim izpostaviti, da je model teh velikih domov, teh industrijskih, socialistični model, je že davno preživet. Ja, in to naši vodilni seveda vedo, se hodijo na obiske v Nemčijo, na Dansko, ker je to idealno rešeno. Dejansko bi morali iti v smeri, seveda, da je starejša oseba čim več časa doma, dokler se da v domačem okolju, da je oskrbena tam, in sicer pa, da se vzpostavljajo domovi starejših podobno kot vrtci v lokalnem okolju, kjer tudi lokalni ljudje potem lahko skrbijo za tak model je razvit v Nemčiji in na Danskem, skrbijo za te starejše in je to še najmanjši šok za ene in za druge in je tudi najcenejše, kljub vsemu. Je pa res, da dolgotrajna oskrba stane. Ne vem, če ste slišali podatek, tle zmanjka že čez leto, 2, kljub temu, da so toliko ogromnega denarja nabrali in da se to ne izvaja. To bo zmanjkalo. Ampak zmanjkalo bo takoj. Ja. 40% in še nekaj je zelo pravzaprav neprimerno in celo krivično, da za dolgotrajno oskrbo plačujejo upokojenci, ki so praktično vso delovno dobo plačevali za vse možno. To v bistvu se zdaj še upokojencem nižajo pokojnine za to dolgotrajno oskrbo, pri čemer noben od upokojencev ne ve, ali jo bo sploh dočakal, ker je še ni, ali jo bo sploh potreboval. In zakaj ne pustijo upokojencem denarja, da bi si sami plačali neko oskrbo takrat, ko jo bodo potrebovali? Ja, ta oblast je dejansko pošla v zgodovino po inovativnosti pri kraji, pri davkih. To je prav neverjetno. Mislim, realno vidimo zaradi inflacije, tudi zaradi tega davka, ki nam je pobral 1-2%, da so vsem nam in tudi upokojencem, kar je še posebej perverzno, SP-jem vsem, da živimo slabše. Da je draginja tako velika in živimo slabše. Seveda se poskuša potem v propagandni mašineriji, ki jo vendarle zmore, še zmeraj sedanja vlada z velikim vplivom na dominantne medije, potem slepiti ljudi z raznimi božičnicami in zimskimi dodatki, ki so res pesek v oči. Ampak gre na nek način na nek način obujanje in vzdrževanje in vračanje socializma. Ja, s tem, da ti ljudje, ki so nosilci tega, predsednik Golob in tako naprej, so se v kapitalizmu kar dobro znašli, zaradi seveda privilegiranih služb in podjetij, ki so bile zanje vzpostavljene, ustanovljene. Tako so to nekateri od teh zelo premožni ljudje, za druge pa sanjajo o socializmu. Ja. Zanimivo. Ne se je podobno, tle je podobna mentaliteta, kot je šlo za takratno politično elito. Skrb za malega človeka, za slovenskega delavca in kmeta in tako naprej. Dejansko seveda Slovenci delavec in kmet je mogel delati, kmet je bil še dodatno pod pritiskom obvezne oddaje, se vemo, kaj se je dogajalo po vojni, kriminal pravzaprav. Medtem ko ti gospodje, veliki borci za malega človeka, so se pa vseljevali v meščanske vile, lastnikov, ki so jih bodisi pobili ali pa izgnali in oropali, in so se potem njihove žene kregali, katera ima boljšo vilo, boljše stanovanje. Katera bo imela katero. Tako, so imeli ugledane vile v Ljubljani, so rekli, jaz bom to, jaz bom Dukičevo, jaz bom to, in so jim vse pobrali, pobili. Točno tako se je zgodilo. Po jih je bilo včasih tudi sram, ker so se tako pomeščanili. Ena moja pričevalka je bila pri eni ljubljanski vrhunski šivili, je delala,
In tja je prihajala tudi Pepca Kardelj, žena Edvarda Kardelja, in za en sprejem enega tujega državnika so ji naredili eno zelo lepo obleko z vlečko. Ne. No in potem so prišli po to obleko, seveda šofer, in je šla ta gospa, stanuje tam na Glinškovi ploščadi, je šla takrat zraven, ne, da bo je seveda, če bi bilo še kaj treba podati. No in seveda se je Pepca oblekla v tisto obleko z vlečko in šla pokazati Edvardu, ne. In Edvard je podivjal, kaj ti pa je, to je malo meščansko, ne? In so morali pol tisto vlečko odstraniti. Ne? To je bil njihov prispevek za socializem. Ja. No, ampak glejte, seveda, te dni se je zgodil tudi dan reformacije, ne? To je bil 31. oktober in seveda mi praznujemo ta dan reformacije, to je vsa ta komunistična rdeča elita, v prvi vrsti vključno s prvim predsednikom in zadnjim predsednikom in večnim predsednikom partije Kučanom. In zdaj seveda oni izrabljajo, ta leva oligarhija proslavlja ta dan in ga izrablja kot dan ateizma in revolucije, namesto da bi proslavljali kulturo in knjigo, kar je tako, mi proslavljamo knjigo, ne? Oni pa proslavljajo revolucijo tu. To je dela prost dan, ne? To je državni praznik, ki dela prost dan, ni pa državni praznik v smislu proslav. Ne? To gre v bistvu za zlorabo, za propagando zlorabo in za zlorabo javnega denarja za njihovo samo promocijo. Zdaj, videl sem potem tudi ta prva vrsta je prav smešna. Ne? Ja. Tam gospod nekdanji predsednik Danilo Türk, pa Boris Zuljan, pa gospod Urška Klakočar, res taka hecna druščina. Prisluhnil sem govoru tudi ministrice za kulturo, gospe Aste Vrečko. To je tista, ki so jo polna usta na čebinah. Kulture, dobro, sicer tudi čebin, pa spoštljivosti, pa proti sovražnem govoru in tako naprej. Je pa seveda glavna podpornica Svetlane Makarovič. Ko je Svetlana Makarovič takrat prišla na oder, ne, ko so tisto zlorabo uprizorili, jaz sem takrat tudi bil, takrat na tej proslavi, ker sem bil član odbora Prešernovega sklada, in je kot kakšno osnovnošolsko učiteljico na teh povojnih proslavah je gospod Vrečko izstrelilo iz stola s histeričnim ploskanjem, ne, je bila tako navdušena. Nad Svetlano Makarovič, ki v zadnjih 20 letih je znana predvsem po čem že? Po žaljenju. Po sramotenju in žaljenju drugače mislečih. Ne, toliko o njeni kulturi. Ja. Ampak saj so bili tudi zabavni elementi. Ona se je potem v tem govoru proglasila za dediča reformacije. A Svetlana? Ne. Ja. Gospa Vrečko, mislim, gledajte, no, kako so komunisti lahko dediči reformacije? Ja. Zdaj so uničevali vse, kar je povezavi z vero, ker reformacija je verska zadeva. Ja. Reformacija pomeni iskanje nove poti do čaščenja Boga in do reforme krščanstva. To je izvor reformacije, ne pa komunizem in čebine. Ja. In na poti tega, to je bilo sredstvo, ne cilj. Ja. Smo dobili slovenske knjige, ker so pač reformatorji presodili, da naj ljudje dobijo, da naj sprejmejo Božjo besedo v domačem jeziku, za to gre. Ampak končni cilj je bilo pa spreobrnenje, je bilo krščanstvo, je bilo zveličanje, ne pa čebine. Tako da, gospa Vrečko, mislim, žal niste dedič protestantizma. Ja, seveda. No in tudi potem, kar je zanimivo, tudi v času proti reformacije, ne, ko je katolištvo spet zmagalo, oni niso ukinili slovenske Biblije. Ne? Seveda ne, oni so se končno Dalmatinova Biblija, ki je pa bila, se ni bila v Kardeljevem stanovanju ohranjena niti ne na čebinah, ampak naprimer v kapucinskem samostanu v Krškem in še nekje. Ne? Ja. Tam so to Biblijo. No, ampak mi grede, ko že omenjate Svetlano Makarovič, kako je zdaj s to vašo zadevo? Nič, to je bilo zdaj neparkrat predstavljeno. Vi tožite, ne? Ja, jaz jo tožim, pač se ni bilo druge izbire, ker gre za najhujše sramotitve javne sploh z vzkliki k utišanju novinarja javne televizije, ma ne zato, ker bi jaz, ne vem, imel modre hlače, ampak zaradi oddaj Pričevalci in Utrip, to je dobesedno tudi to izrečeno. In seveda to tožbo ona ne more dobiti, ne. Zdaj tisti, ki ne verjamejo v pravičnost slovenskega sodstva, pa pravijo, da jo tudi ne more izgubiti. Bomo videli, v vsakem primeru bo to zelo zanimiva informacija, na kakšni stopni demokracije smo, ker če je mogoče, če je dopuščeno, da se s takimi besedami izrazi svinja, korito in tako naprej žali drugače misleče, samo zato, ker drugače mislijo, ne ker so naredili karkoli narobe, ja, potem smo padali zelo nizko in to je seveda predstraža verbalno nasilje, v takem smislu je predstraža tudi fizičnega nasilja in sodišče bo soodgovorno
za to, da bojo tukaj vajeti popustile in bomo začeli divjati eden čez drugega brez kazni. Tako da In se bomo oborožili legalno. Tako in drugače, da se bo to dogajalo enkrat decembra. Ja, decembra. No, zdaj, če se bo dogajalo, lani je gospa Makarovič odšla v Islandijo, če se prav spominjam. Je bilo nekaj takega. Ja, je bilo, pa se zato ni dogajalo. Kdo ve, kaj še vse bomo poročali. No, ampak seveda, ker je bil tudi dan spomina na mrtve, oziroma so bili vsi sveti, so tudi ob lipi sprave se zbrali predstavniki in so takole rekli, ne, da pravzaprav je treba pokopati te ubite, pa ne samo to, da bi državni zbor moral povrniti dobro ime ubitim, kajti bili so ubiti brez sodbe in veljajo zato za nedolžne. Ne, to je res. Sodbe ni bilo, če ni sodbe, si nedolžen, ker nisi obsojena. Ne. No, in seveda ne pa, da se jih pokoplje pod goro nekih klevet. Kaj je zdaj s tem? Ja, to je zelo dobra in izčiščena formulacija. Vsi ti ljudje so nedolžni. Komunisti so že leta 1941-1942 v partizanih, v tistih nemogočih razmerah, v hosti, po zimi, izvajali sodbe, ki so seveda ne vzdržijo nobene presoje, ene resne sodbe, ampak so imeli sodišča in so prizarjali sodbe, ljudi obsojali na smrt, tudi mladoletna dekleta. Da so s tem v svoji knjigi pišem, se mi je to res šokiralo. Tudi 16-letna dekleta, ki so bili v partizanih, so obsojali zaradi zarote in ubijali. Ne? To so primeri Šercerjevega bataljona, se pravi sodišče. Ne? Po vojni, ko so imeli vso oblast, so pa te ljudi enostavno pomorili. Ne? Te ljudi, ki so bili ujetniki. Ujetniki, bivši vojaki ujetniki ali pa civilne osebe, in tle so seveda te številke, samo Slovencev, na primer, je okrog 12,000 pomorjenih, med vojno pa še 5,000. Približno tako so te cifre. Več so jih pomorili komunisti kot pa Nemci, recimo, kot okupatorji. Ja, tle so seveda recimo vloge deljene, prav gotovo pa je več, komunisti, naša ta komunistična gerila je pomorila veliko več, nekajkrat več Slovencev neoboroženih kot pa recimo okupatorjevih vojakov. Za njih je bilo pomembnejše, da ubijajo lastne ljudi, recimo neko politično konkurenco po bolševističnem vzoru, kot pa da zmagajo nad okupatorjem. To se popolnoma jasno vidi. Ne, seveda, zdaj ta formulacija je precizna, ti ljudje so v pravnem smislu nedolžni. Nobeden ni bil sojen. Možnosti za sojenje so bile, sodišča so bila, sojeni niso bili, naredili so po bolševistično. Ne. Takrat se je Slovenija pravzaprav odmaknila že seveda v času nacizma, ampak v času komunizma, če govorimo o naši politični eliti, ki jo še zmeraj častijo, ne, se imamo spomenike Kidriča, Kardelja, takrat so povzeli ta sovjetski model, ne, takrat je bil Maček na inštrukciji v Drvarju, tam se je srečal z ruskimi inštruktorji in Rusi, to mi je govoril njegov pomočnik, Albert Cvetina Erno, pravi, prav tako je rekel, Rusi so rekli vse pobat. Ne, to je ta njihov model in zdaj tukaj imamo sovjetski vzor in ti ljudje so nedolžni in drži ne samo pokopati, ampak vrniti tudi dobro ime. Dobro ime, ti ljudje očitno niso bili zločinci. Torej zdaj, čeprav jaz razumem to, kar sem brala, pač želijo te ljudi pokopati na Teharjah. Ali kako je s tem? Ja, vladna komisija za prikritja morišča je kot pokopno mesto določila Ljubljano, Ljubljanske Žale, ker je dovolj prostora, ker je seveda vsi veliki spomeniki slovenstvu, tudi končno umrlim na Korziki, tudi partizanski spomeniki, celo okupatorjeva pokopališča, nemško in italijansko so na Žalah in seveda želimo vrniti te ljudi, ki so jih naskrivaj pomorili, brez sodbe in so nedolžni in jih nočemo, da se spet skrijejo nekje za 9 gora, ampak da se postavijo na Ljubljanske Žale, da se tudi na simbolen način vrnejo v slovenski kolektivni spomin, da jih ponotranjamo kot svoje. Ne? To je celo spomenka Hribar govorila in Tine Hribar, da so to vsi naši mrtvi. Seveda, ne? To je za neko normalno, civilizirano državo samoumevno, ne da se o tem sprašujemo. Tlej seveda smo naleteli na nasprotovanje župana Jankoviča, za katerim je pravzaprav Milan Kučan idejno. Tukaj se vidi, kako ta oseba, ki je nosilec najvišjega vatikanskega priznanja med Slovenci, kako nazadnjaško in res revolucionarno deluje še danes. Jaz se čudim, kaj mu pravzaprav je, odkje to sovraštvo, ta nenormalnost, to mešanje in netenje razkola, celo za mrtve še naprej.
Ampak zanimivo, ne, temu se podreja seveda župan Janković, temu se podreja tudi predsednica republike. Namesto, da bi ga povabila na te posvete, ko se je prizadevala, da bi te ljudi pokopali, jaz mislim, da je imela ona iskren namen, zato da se tudi politično nekako formira in uveljavi, seveda tam Jankovića ni bilo. In pa je bil, ja, saj veste, vsi drugi so bili, ne, politične stranke in tako naprej, ja, saj veste, on je, ja, čakajte, pa povej, pa z jasno besedo na dan, ne. Povej, kdo je kriv, če je tukaj za primer Romo govorila, da smo vsi krivi, povejte, ali smo res vsi krivi za to, da se ne pokopljajo ti ljudje, ne. Jaz sem takrat v eni od teh sej, ko je bil minister, bivši, no, takrat še ni bil minister za pravosodje, ampak bil je sogovornik na tej komisiji za morišča, mu predlagal, takrat je bila še sveža Golobova vlada, dajte se vi pogovoriti z premijerjem Golobom in s temi, ki nasprotujejo, da se te ljudi pokoplje in bo to zasluga vaše oblasti. Mi nočemo, da se to politizira, ne? In bi bila to zasluga vaše oblasti, ampak ne, očitno zakrknenost in ta nemoralna sprevrženost, ne moram drugače reči, in to sovraštvo celo do mrtvih, ne? Ja. Kar je nenormalno, je tako močno, da temu niso podlegli in so dejansko podlegli tej Kučanovem narativu, da se te ljudi v Ljubljani ne sme pokopati. Zato, ker ni všeč to očitno bivšim komunistom, zato ker spodbuja njihovo slabo vest. Slabo vest, to je samo slaba vest, to so kriminalci. Ja, seveda, mi imamo seveda primer teh iz Hude jame, ne, tih je bilo 1410 in teh se zdaj mnogi sprašujejo, zakaj so pokopali na Dobravi pri Mariboru, na tem pokopališču, so stvari, no, zdaj se urejujejo še bolje, zato ker ni bilo mogoče jih pokopati v Teharjah, kjer je tudi taborišče, kjer je spomenik, ker je tam, ne vem, kakšen oksid, ali titanov dioksid ali nekaj takega, tam je v bistvu vse onesnaženo, tam so kupi te žlindre, gora te žlindre in te ljudi ne moramo pokopati na smetišče, je to nemogoče. In že takrat za Hudo jamo se je potem našla alternativno mesto v Mariboru. In kljub temu, da vsi vedo, zelo dobro vedo, da ni mogoče pokopati ljudi na smetišče, mislim, normalni ljudje ne moramo pokopati svojih mrtvih na smetišče, ker tudi to so naši mrtvi, kljub temu zdaj po novem oblast aktualna ustraja na tem, da pa se mrtve iz Macesnove gorice, ki jih je okrog 3400, potem so tudi pomorjeni Romi in tako naprej, da se jih pokoplje na tem smetišču, so nori. In mi smo jih sedaj, naša komisija jih je sedaj opozorila, da to ni mogoče, to smo že vse dali čez, ne? In ja, trenutno... No, in trenutno, če pogledamo sliko, to je kostnica v Lipnici pri Škofji Loki, tu pa je nadškof Stanislav Hočevar v tej kostnici na pokopališču je blagoslovil umorjene v Breznu Macesnova gorica v Kočevskem Rogu. Ampak kosti so še vedno v plastičnih vrečkah, pa se to je škandalno. Pa se to ne moramo več gledati. Ja, mi takrat veste, da so celo, to je bilo na komunali v Kočevju, in potem je to, tako celo rekel, potem so to organi Ministrstva za obrambo celo pred vednostjo komisije, naše komisije, to predstavili v to kostnico. Mi smo se takrat zelo zdrznili, ker običajno te začasne rešitve postanejo kar trajne, ne? In smo šli potem tudi to kostnico pogledati. Ja, točno tako, kot se vidi, to je v 2-3 prostorih, je to zloženo na kup. Sicer na suho je tudi noter je krščansko znamenje, ker so bili ti ljudje seveda verni. In dobro, da se je gospod Nadškof odločil in da je to dejanje naredil, ampak to je seveda samo začasna stvar. Začasna rešitev, ti ljudje morajo najti pokopno mesto, ki je primerno in ki je tudi v sozvočju s tem, kar si želijo svojci. No in zunaj je bila tudi neka svečanost v tem smislu, ne? Torej, pridejo mediji in še vedno je to tako, ne? Tukaj je to, kar je moteče. Zakaj te ljudje ne sprožijo? Zakaj tu nihče nič ne reče? Kaj je to? Glejte, mislim, mi ne živimo v tem delu, prav gotovo ne živimo v normalni državi. Ne spomni se primera v neki evropski državi, pa širše tudi ne, da bi nekdo nasprotoval pokopu mrtvih tam, kjer se želijo njihovi svojci. Ne razumem tega, ne. Tle je res en unikaten primer. Dr. Ferenc bi rekel, da gre za Kreona v podobi župana Jankovića. To je tisti, in Kučana. In Kučana, ja. Tisti, ki ne omogočajo pokopa mrtvih. In ljudje so seveda že tudi utrujeni od vsega tega. Ja, pa kako Kučana ni sram? Ja, kako ga ni sram, no.
Kema obraz se kaza tamle na proslavah protestantizma, da ga sramni. Tule je pa isti, praktično naslednji dan, pa 1. november, pa takole. Ja, recimo, če bi mi imeli župana, oziroma da bi imeli mi predsednika republike v podobi Boruta Pahorja, jaz mislim, da bi se ta proces sprožil potem v pravo smer, ker on je imel tukaj čisto po lastnem izkustvu, po obisku Hude jame, po obisku naših rojakov v Argentini, je on dopolnil nekako svoje videnje situacije in razširil to občutljivost do vseh, ne, do mrtvih enih in drugih. In on se je zavzemal za to normalno ureditev v Ljubljani. Nataša Pirc Musar naj tu zdaj rešuje Palestino, pa Zahodni breg, pa Gazo, pa tukaj naj zdaj se zavzame. Saj se je zavzela v govoru ob dnevu državnosti, ampak tukaj je treba zdaj konkretne akcije. Zavzela se je v govoru, ampak ni treba tle posploševati, ne konkretno pove, kdo je tisti, ki to preprečuje, ne pa, da se spravljajo na našo komisijo in nam usiljujejo pokopno mesto na Teharjah, kjer je Bogu za hrbtom in na smetišču, kot rečeno. In je neprimerno. Ja. No, skratka, zdaj upajmo, da se bo to kaj premaknilo, čeprav letos je bila izredna priložnost ob tej 80. obletnici. Ki je zamujena. Ki je zamujena, ja. Bomo počakali, pride nov dan, pa nova pomlad. Tako. Nekoč bo to rešeno. No, ampak poglejmo, zdaj pa gremo še v vaše okolje, dr. Možina na RTV Slovenija. Zdaj očitno je tudi napetost med nikogaršnjimi hlapci, ne, se vzpostavila, namreč lahko beremo, ne vemo, vi nam boste mogoče osvetlili, ali držijo podatki, da direktorica Ksenija Horvat na nek način želi ukrotiti Eriko Žnidaršič, jo celo zamenjati z Igorjem Bergantom, ukiniti Tarčo, spremeniti Tarčo. Kaj se dogaja? Ja, tukaj je več vprašanj kot odgovorov. Jaz res sem tam mogoče relativno blizu, ne? Na hodnikih slišiš vse mogoče, tudi to, kar vi sedaj pravite, ampak jaz dejansko tudi nisem z nobenim od teh deležnikov govoril in ne moram postreči s kakšnimi zelo ekskluzivnimi informacijami. Vtis pa je, da seveda jih zelo moti, če prihaja, tak vtis imam, no? Če prihaja do tarč, kjer so postavljene v težek položaj, kjer so predstavniki sedanje oblasti postavljeni v težek položaj, da se morajo zagovarjati, da se zelo izogibajo tistemu osnovnemu narativu, ko gre za take oddaje, ker morajo imeti pluralno zasedbo, da so predstavniki levih in desnih, nekako politikov ali pa tudi drugih, in da, če ne drugega, vidim, da gre v smer tega, kaj ne rečem, strokovnjakov, ne, da so vedno na vsako temo strokovnjaki, ki so pa seveda praviloma, z redkimi izjemami, praviloma vsi levo ali pa tudi ekstremno levo usmerjeni, tako da se pač ta mineštra kuha v tem loncu in do določene mere seveda opravlja to funkcijo odpiranja tem, ampak po moji presoji ne na dovolj pluralen način. Osnovno pravilo, ki je v novinarstvu, sploh v takih oddajah, po mojem je, da je zagotovljena na vsako družbeno pomembno temo pluralna zasedba, ne pa, da imamo določene nazorske skupine izključene. Ja. No, ampak zanimivo, ne? Zdaj naslednja slika kaže tele nikogaršne hlapce in tamle je za Igorjem Bergantom prav Erika Žnidaršič, ne? To se pravi, da je v tem kraljestvu teh nikogaršnih hlapcev vendarle začelo ropotati, vendarle o čem se zdaj prerivajo? Ni dovolj denarja, smo pred volitvami, je treba hvaliti Goloba. Kaj je zdaj ta problem? Gospa Vida, zdaj škoda, ker niste več zaposlena na televiziji. Tle je več vprašanj kot odgovorov. Ne, saj določene dinamike so normalne, ne. Gotovo je pa tukaj več struj. Jaz tako, ko vidim, tudi ko gledam program, ne, da je ta skrb za lik in delo doktorja Goloba kar prisotna še vedno, ne. In da je tle vprašanje, kje se bo potem umestila ta podpora mogoče tudi Levici in dr. Prebeliču. Ja, mogoče se tu zdaj prerivajo. Bo Levica močnejša, je pa res, Golob, ta fotografija je zanimiva. Erika za Bergantom, ne, tudi ona. Ja. Ne moram reči, gač pa tako, gospa Žnidaršič ima neke svoje pristope in je v neki točki dosledna, ne. Zdaj ne vem, zakaj je tukaj ona bila, očitno se je solidarizirala. Je bilo treba stavkati, ne? Ja, gledajte, vsi nismo stavkali, ne? Vsi nismo podlegli tej histeriji, ne? In zdaj so pa rezultati tukaj. Tako da ja, gledajte, zdaj se revolucija, kot znano, tudi žre svoje otroke. Tako da, to je zgodba, kaj rečem, to je družinska saga. Mi v to nismo vključeni.
Dobro, bomo videli, kaj se bo še odvijalo, ampak vendarle, recimo, sta pa dve osebi problematični v celi zgodbi. To sta pa Vera Jourova in pa Accetto. Tu ste prijazno smehljata. Ne? Ona je gospa iz Češke, je navajena tega socialističnega okolja. Accetto je pa tudi bil vesel, da ga je prišla tako pomembna gospa obiskat. Namreč zdaj, če pogledamo, bile so seveda zahteve, da Accetto odstopi kot bivši predsednik, ker si je dovolil tale faux pas, tale spodrsljaj, ne, da je v času razprave o zakonu o RTV, o katerem sploh še ni odločeno, ali je ustaven ali ne, povabil gospo Jourovo, za katero se je zdaj izkazalo, da je imela med točkami, o čem mora govoriti, prav zakon o RTV. Ne. Kako je zdaj s tem? Se na RTV-ju kaj bojijo te zahteve? Kaj je zdaj s tem? Ja, mi smo pod enim plaščem, ki je podoben enemu totalitarnemu vzorcu. Ne. Nismo v enoumju, ne, to ne, se lahko še zmeraj govorimo, ampak je nekaj podobnega. Tako da zaenkrat ne vem, kako se to bojijo. Ne. Zanimivo je, da je ta gospod Accetto na ustavnem sodišču deloval protiustavno. Ne. Ja. In da je tudi predsednik... Ukinil ustavno sodišče praktično. Tako, ja. In da ga je zlorabil do te mere, da se kaj o tej točki potem ne odloča. Ne. Spremeniš mnenje in potem ne odločaš. Tle je tudi veliko vprašanje, kaj pa je ta Evropska komisija, ki jo vodi EPP, oziroma dominira EPP, za koga pravzaprav dela. Tudi veliko vprašanje za naše evropske poslance, kaj so do sedaj počeli. Ne rečem, jaz priznam tukaj, da je gospod Zver tukaj opravil pomembno delo, ker se je razkrilo, da so lagali. Prej so govorili, da se o tem ni debatiralo, zdaj pa govorijo, kljub temu, da so lagali, da se je to znašlo v tem zapisniku, da vseeno niso govorili o tem. Ne. No in zdaj Vera Jourova, ne. Ko enkrat lažeš zmeraj, ne, tako, na to temo. In ona je dobivala inštrukcije prav od teh nikogaršnih hlapcev, ne. Kar se je tudi izkazalo, da so bili dobro plačani skozi Niko Kovač, imeli te roadshow, te predstavitve po celi Sloveniji, kar tudi ni poceni. Ne, da se pelješ na Koroško, pa ne vemo kam še. Ja, lejte, to našo sceno poznamo, ne, je perverzna, je dvolična, za ustavno sodišče je to sramota. Problem je tle tudi Evropska komisija. Ja. Podpredsednica Evropske komisije si je tole privoščila z vedenjem seveda tudi Ursule von der Leyen, se ni sama hodila okoli, se je cel kabinet je pisal te točke. Zdaj zanimivo vprašanje je, ali bi bilo treba obvestiti Karlovo univerzo v Pragi, kjer je zdaj ta gospa prorektorica. Prorektorica, ja. No, na Evropski komisiji je bila pa zadolžena za transparentnost. Mislim, mimo grede, apropo tega. Torej, kaj zdaj lahko v bistvu zopr to gospo, lahko koga obvestimo, kaj zdaj lahko storimo, sploh kaj? To se je že storilo, sam se veste, škoda povzročena za nazaj je nepopravljiva, ne? Ja. Mi smo dobili očitno protiustaven zakon, saj ga to po večini ali pa v dominantni večini leva ustavno sodišče, o njem ne odloča. Če bi bil ustaven, bi o njem odločalo, ne? Pa ne odloča in na ta način si pere roke. In dobili smo seveda tisto garnituro, potem na televiziji Slovenija, ki je pa tudi v velikih težavah. Ni vse slabo, se trudijo in tako naprej, so finančne težave, ampak nobene čarobne palčke. Je pa tisto, kar vidim, kot sva tudi že prej govorila, da je ta depolitizirana televizija, če bi delali analizo v pluralnosti v naših programih, da je čedalje bolj, da ima velike probleme za to politizacijo oziroma zasluženje dela programa na trenutke za vladajočo politiko. Se vidimo, kako so gosti sestavljeni tudi v oddajah, Odmevih in drugih oddajah, dominirajo levi in ekstremno levi. No in če bi bil prejšnji svet RTV, ki je seveda bil potem ukinjen v izrednih razmerah, tako rekoč, bi ta prejšnji svet RTV je meril to, kar zdaj govorite, so merili, koliko so zastopani eni in drugi, koliko imajo televizijskega časa. Zdaj pa tega ni, ker se to preprosto s tem novim neustavnim zakonom sploh ne sme dogajati. Veste, pa prejšnji svet seveda je imela na trenutke tudi pomladna stran večji vpliv v tem svetu, ampak zmeraj so bili eni in drugi in tretji, so bili pač različni. Zdaj po tem novem depolitiziranem zakonu so v tem programskem svetu samo levičari in ekstremni levičari. In kaj boste pričakovali? Kakšno pluralnost od tem? Ne? Pa še nadzornega odbora nimajo, da se za finance ne ve, kaj se dogaja. Tudi slabo izkušnjo, tako
bil sem tudi na vodilnem mestu in vem, če ti nek delavc piše, ti mu moraš odgovoriti, sploh, ko smo v javnem sektorju in tako. Jaz sem pisal predstavniku zaposlenih, novinarjev v programskem svetu, kolegu Gregorju Drnovšku, ki ga tudi dobro poznate, na to temo zaščite pred napadi, ni bilo odgovora. Ja. Ko sem ga srečal pred hišo, se je nekaj izgovarjal, da bo jutri. Pisal sem gospodu Forbiciju, predsedniku sveta, ni odgovora, že mesec, 2. Ja. To je en drug nivo, to je dejansko, tukaj gre za totalitarne vzorce, ki dišijo po totalitarnem režimu, v tem primeru komunističnem. Ja. Ne sme se tako delati, ne morejo se tega prvošiti. Čisti komunizem. To je šikaniranje, to je mobbing. Ja, mobbing, ja. Ampak v prejšnjem obdobju, da tako rečem, bi nikogaršnji hlapci protestirali, ko ne vem, 1 leto, 2 leti so protestirali. Ja, je bilo tako. Ja. No, rezultati so vidni. Pa rezultati so vidni. No in zdaj še rezultat na Ustavnem sodišču, kakšen bo, ne? Zdaj začenja se izbor teh novih ustavnih sodnikov in zanimivo je, da je Matevž Krivic, nekdanji ustavni sodnik, je seveda pač predlagal, da bi Nataša Pirc Musar, ko izbira te nove člane, da bi jih izbrala po nekakšnih uravnoteženih merilih, da bi bili eni in drugi. No, ampak seveda so v Svobodi rekli, da tega ne bodo podprli. Zanimivo. Ja, zanimivo. Glejte, tudi končno s komunističnim izvorom, družinskim, gospod Krivic, tudi hud kritik pomladne strani na trenutke, ampak človek, ki je vendarle, ki ima neko lastno integriteto, neko držo ves čas in je zmogel to inštrukcijo, da mora biti ustavno sodišče, če ga hočemo jemati resno, ker zdaj je že močno, njegov ugled je močno okrnjen, ker je bilo tako zlorabljeno, onečaščeno za politične namene levice in ekstremne levice, da se s to uravnoteženo sestavo vsaj nekoliko povrne zaupanje. In ne, očitno ne bo šlo v to smer. In bomo imeli ustavno sodišče, če bo tako ekstremno levo sestavljeno, ki bo samo še, en vzvod, še ena pomoč levi politični opciji v Sloveniji. Kučanovo ustavno sodišče, ker Nataša seveda dela po inštrukcijah Milana Kučana. Ja, lejte, tle je zdaj na njej, da se pokaže, a je predsednica vseh Slovencev, želi biti predsednica vseh Slovencev, da bi jo tudi širše sprejemali, ker sedaj je očitno nekateri težko. Po takem ravnanju, če bo predlagala samo ustavne sodnike leve prominence, je popolnoma jasno, da si pač tudi zaupanja vseh državljanov Slovenije ne zasluži, ne spoštovanje, ne pa zaupanje. Ja. No, seveda smo pa dočakali, oziroma dr. Štrancar je dočakal tudi tožbo strani doktorja Roberta Goloba. Končno dočakal, je rekel, končno. In seveda takoj komentiral pravo skropucalo od tožbe. Zdaj seveda tule pravi dr. Štrancar, namreč Robert Golob toži zaradi žalitve, ker ga je poistovetil s fašistom. Čeprav mi ves čas poslušamo o fašistih na drugi strani, ampak dobro, to so ti detajli, to so malenkosti. Zdaj seveda pravi dr. Štrancar, da zdaj v bistvu je najprej tožeča stranka Robert Golob osebno, potem pa tožeča stranka predsednik vlade. In se seveda sprašuje zelo pomembno vprašanje, kdo bo zdaj to plačal, to tožbo? Bomo zdaj spet mi plačevali tožbo Robertu Golobu? Jaz se ne vemo tudi, kdo plačuje zdolžka v teh praktično napol zasebnih tožbah. Premijer Goloba tudi tukaj, on sam se ni nič izpostavil, tega ga ščitijo, govorijo v njegovem imenu ljudje iz Svobode, oziroma neki, kaj so že, akteri, ali je predsednik sveta, ali tajnik stranke, ali nekaj podobnega. Ja, tiskovna konferenca je bila taka, da so drugi govorili. Sploh ne vemo, kdo zdaj toži. Ja, to je nenavadna zgodba. Jaz bi izvorno tako rekel, da mi ni všeč vse, kar spominja na neke žalitve. Meni osebno ni blizu in mi ni všeč in tudi včasih na Twitter napišem, dajte bodite pikri, dajte se tudi ponorčevati, sarkazam in tako naprej. Tudi mogoče satira, ampak ne biti žaljivi. Mi ni všeč, ker se niža nivo komunikacije.
Zdaj je pa tudi to res, ne, da je tudi predsednik Kučan, nekdanji predsednik in tudi predsednik vlade Golob še pred volitvami, je kar opletal s tem fašizmom. Ne? Kaj vse Glejte, se vse žalijo na javnih prireditvah, borci se vse čas žalijo. Ne? Vsi, ki nismo povšeči, se to je star komunistični trik, smo kar fašisti. In v tem smislu je to ravnanje dr. Štrancarja ima, ne, poleg te komponente, tudi drugo, da je ubil to besedo fašizem, ne, ker zdaj so kar vsi fašisti. Ne. Dobro, če boste vi nas zmerjali s fašisti, ne boste pa dobili to nazaj. Ne. In to ni čisti strto izvito, ker določene poteze, ne, seveda ni premier Golob, ni Mussolini, tudi ne more biti, ne, ampak določene poteze. Ampak tudi Štrancar ni, ne? Ja, seveda, da ne. Njemu, kolikor ga poznam, gre to posebej na živce, on je iz protifašistične primorske družine. Ne? Njegovi so plačali visoko pod fašizmom in seveda za Primorca, tudi zame, ki so iz take tigrovske družine. Mislim, to je ena najhujših žalitev, da nekdo govori o kakšnem fašizmu in opleta s tem. Zlasti pa predsednik Golob, ker pa bi v svoji družini lahko našel kakšnega fašista, no, če se zelo blago izrazim. Ne? Tako da je tukaj treba to razumeti v tem kontekstu tudi. No, no in dr. Štrancar pravi, da si želi, da ne bi pač zmagal na slovenskih sodiščih, najbrž tako ne bo, ne? Ampak da bi vse skupaj prišlo na evropsko raven. Ja, dr. Štrancar je očitno človek z veliko energije, ne? Zelo inteligenten. Ja, to bo zelo zanimivo, kako se bo ta stvar odvijala, ampak po teh besedah sodeč želi do konca in želi priti v sedi do dna. No, pa naj se pol res ugotovi, kdo je fašist in kdo ni. In kaj pravzaprav pomeni to zmerjanje s fašisti, ki se je seveda začelo z leve strani in še vedno traja na račun vseh nas, ki raziskujemo medvojno in povojno obdobje. No, seveda pa želi ta oblast natakniti na gobčnik tudi cerkvi. Ne? Zdaj nadškof Zore, torej Stanislav Zore, pa tudi cerkev kot taka vsi so se oglasili ob tem referendumu, na katerega gremo 23. novembra. To je referendum v podporo zakonu o pomoči pri samomoru praktično. Ne? Torej, zdaj vprašanje je, zakaj bi morala zdaj cerkev molčati, ne? Da lahko samo ta, ki se prijavi v kampanjo, lahko govori. Jaz mislim, da cerkev lahko govori o vseh vprašanjih, ki se dotikajo življenja in smrti. To so ta temeljna eksistencialna vprašanja, od katerih cerkev tako govori. Ne? Seveda. Ja, mislim, kaj je zdaj tukaj? Ne? Zdaj bi pa oni pač dajali na gobčnik cerkvi in vsem ljudem, ki drugače mislijo. Kako? Glejte, cerkev uči, pridiga, včasih če zmore tudi zgledom, da je spoštovanje človeka od spočetja do naravne smrti, da je to tisto, kar je nečem popek spoštovanja življenja. In to uči že več kot 2000 let, še preden se je ustanovila stranka Svoboda, in če preden je partija nastala na Čebinah, in to naj dela tudi naprej. In tisti, ki imamo podobne vrednote, bomo to zagovarjali. Za božjo voljo naj se cerkev ne ozira na te kritike. Ne? Seveda, kaj se pa to pravi? To je med drugim, po našem pravu, je tudi to največja civilno-družbena organizacija v državi in lahko postopa v skladu s svojimi vrednotami. In naj se zelo angažirano vključi, mislim, da se je v preteklosti premalo angažirano vključi, ker gre za njene temeljne vrednote. In če tukaj tudi tako, ne, če gledamo, ta oblast ni bila sposobna izvesti niti pametne pokojninske reforme, niti dolgotrajne oskrbe, niti zdravstva, so povzročili popoln kaos v zdravstvu, skregali so se z vsemi zdravniki tudi in tako naprej, zadeve propadajo, potem pa ponujajo mladim marihuano, ki vemo, kakšne posledice ima, starejšim pa možnost predčasnega končanja življenja. Mislim, kaj je to? To je v bistvu ena degradacija civilizacije in cerkev mora biti tukaj dosledna, ostra in tudi še bolj angažirana, kot je bila. To je nekaj čisto normalnega. To je javna debata. Kaj bo zdaj ena mladina, ena ekstremna politika, leva bo zdaj... Neke ženske v gibanju Svoboda, ki so prijavile to inšpektoratu, pa neka srebrna nit, da ne rečem kaj drugega.
Ja, zdaj srebrna nit bo pa zdaj pa cerkev prijavila. Ne? Pa ne jo prijavi. No. Vse, kar znajo, je prijava na policijo. Veste, smo tukaj v tem studiu že govorili. Ne vem, a veste, potem se pa grejo tudi levičarji, ekstremni levičarji kazati potem na Brezje, pa na Sveto Goro. Tam jih ti... Pa pri papežu na pogrebu. Pa tudi, pa selfije tam delajo. Ja, Instagram. Ja, tukaj mislim, da cerkveni dostojanstveniki malo več korajže in odločnosti pokazati do teh poskusov onemogočanja 2000 let trajajoče ustanove, ki je končno tudi prinesla kulturo in civilizacijo z vsemi napakami. Ja. In prvo knjigo. In tudi prvo knjigo. Ja. Prvo knjigo je prinesla vendarle krščanstvo in ne čebine. A ne? Ja. No in zdaj, če gremo še na bolj profane zadeve, recimo delodajalci so izstopili iz ekonomsko-socialnega sveta, tule odhajajo, ker je seveda Luka Mesec napovedal zimski regres za vse. Zdaj se v bistvu božičnica, ker se bliža Božič, pa ne vemo, ali bo ali ne, ali bo prepovedal. Zdaj je ta božičnica odšla, zdaj je to zimski regres. Zima bo. Zima bo sigurno, Ja, no, skratka, tule so res spodrsnili, zdaj so se skregali še z gospodarstvom do konca. Oblast je popolnoma arogantna. Jaz se čudim tem gospodom, ki so tako pozno pravzaprav ugotovili, s kom imajo opravka in so nekako v rokavicah ravnali. Ja. Se ne vsi, ampak nekateri... Predvsej so mislili, da se bodo še zmenili, da bo šlo. Ampak dobro, zdaj bo ta zimski regres, ne več božičnica, bo uzakonjen, zdaj na hiter postopek. Kar pa je zanimivo, pa je, da finančni minister bo pa izdal tako imenovane panda obveznice v kitajski valuti. Pa se nas niso posojila v švicarskih frankih nič naučila, da se v tuji valuti ne zadolžiš, niti ne daješ. Ker ne veš, kakšno kako. Ja, ker prideš v te valutne škarje, ne veš, kaj bo. Mi pa zdaj panda obveznice. Pa kje so te ljudje? Se ne veš, mislim, to je zdaj že prav smešno postalo. Ja, tisti, ki so bolj korajžni, govorijo, tudi komentatorji, jaz sicer teh izrazov se izogibam, ladje norcev. Res je. Mislim, če že ni ladja norcev, absolutno tem ljudem ne more zaupati, tudi finančnemu ministru. Ne. Ja. Tudi s kakšno lahkoto pravzaprav delijo ta denar, ki seveda ni njihov, te božičnice, predpisujejo podjetjem, spravljajo jih nemogoče položaje. Poznam eno podjetje na Primorskem, ki je zaradi te božičnice sedaj ljudi, proizvodnja nima dovolj, poslalo na čakanje. Da bojo doma, da bojo potem lahko oni nekako uprizorili marca meseca, kar je skrajni datum, da bojo ljudem izplačevali božičnice. Mislim, kaj so povzročili z vsem tem? Ne? Ja. Pa jih očitno jih ne briga. Važno je ta propagandni učinek, drugo jih ne briga. Ja. No in seveda, zdaj smo pa doživeli, da je pa Nika Kovač zajokala od sreče v Bruslju, Ona je takole jokala in je bila vesela, ker je odbor Evropskega parlamenta za žensko politiko podprl pobudo inštituta 8. marec za zagotovitev pravice do splava v Evropski uniji. Kaj zdaj fajta Nika v Bruslju? V bistvu za Malto, za Portugalsko, za koga ona fajta? Če pa imamo v romskih naseljih, kot smo ugotovili, mladoletnice posiljene in 230.000 Slovenk nima ginekologa. To je perverzno. Jaz ne vem, ali ljudje to vidijo, dajo to skupaj, kar ste se že vse povedali. Ja. Fajtajo, seveda, za velike, velike denarje. Za milijon, menda da je milijon. Nevladna organizacija podprta z vladnim denarjem za provladno propagando. Res perverzno po svoje. Ne, to je moralno izvotljeno početje. Ne bova se zdaj spuščala v pravico do splava, ampak povsod je uzakonjena pod različnimi pogoji. Na Malti, na Poljskem je to nekoliko teže, ampak seveda oni namesto, da bi reševali ta uboga dekletca v romskih naseljih, za katere tudi one dobro vedo, ne rešujejo splave na Malti. Je perverzno do konca. Poleg tega pa, gledajte, to ni pravi signal. Naša evropska civilizacija izumira. Mi se ne obnavljamo več. Mi izumiramo in za nas seveda prihajajo tudi migranti in tako naprej, ampak oni za slovensko kulturo in za evropsko kulturo, to ni njihova glavna skrb.
Oni prihajajo neintegrirani in širijo pod svojo kulturo. Njim ni mogoče nič očitati. Lahko pa si očitamo sami oziroma našim političnim elitam, ki v bistvu tukaj ne vidijo naprej. In naš evropski problem ni splav, vsi vemo, da ni splav. Naš evropski problem je dvigovanje natalitete in kulture življenja in kulture rojstev in kulture, kaj ne rečem, skoraj bi rekel čaščenja materinstva. To so poti za prihodnost Evrope, ne pa te norosti tukaj teh, ne vem, zmešanih deklet ali gospa, se so že v bistvu vse gospe. No, sej Matej Tonin je pa rekel, da se prezgodaj veselijo, ne? Da bi pravzaprav morali malo poznati tudi ustroj Evropskega parlamenta, pa kdo sploh sprejema odločitve, da pač tale neka odbor Evropskega parlamenta ni to. Ne? Ja, mislim, da jih je dobro razkrinko. Tukaj je bila manipulacija. To je bila sicer ena stopna, ampak ne ključna. To je bil en odbor, ki je pač odločal o tem, da bojo lahko o tem odločali. Ne pa, da bo to prišlo na plenarno sejo Evropskega parlamenta. Tako da tukaj tle gre za eno PR igrico, ki so jo seveda lahko prvoši, ker uslužni dominantni mediji temu prikimujejo in te njena sporočila brezglavo pošiljajo naprej. Kako so močne, pomembne razne civilno-družbene pobude v Sloveniji, za katerimi je veliko ljudi, pa nimajo toliko vladnega denarja, ki ostajajo prezrte. Tukaj pa se ta dekleta, te gospe znajdejo pred parlamentom, v Bruslju, povsod kamere za njimi in se časti pravzaprav to njihovo akcijo, ki je votla. Ja. No, seveda res pa je, da zdaj že malce voda v grlo teče oziroma se mečkan že tudi megli tem poslankam in poslancem Gibanja Svoboda. Namreč ena od poslank, to je doktorica Mirjam Bon Klanjšček, že sliši lajanje tam, kjer ga ni. Pa poglejmo, kaj je to bilo. Vsi, ki ste danes tukaj razpravljali, sem na nek način razumel, da so pripravljalnice neka dobra rešitev, razen gospoda, ki je večkrat omenil, da bo govoril nekoliko dlje, on se pač ne strinja in še mnogi tisti, ki so bili povabljeni strani koalicijskih strank, ki so, bom rekel, nasprotovali nami. Celo možnost ste jim dali, da so trije z enega inštituta govorili, meni pa ste recimo skakali v besedo. Ampak ključno je to... Zdaj bom skočila, boš malo počasi končal s tem lajanjem zle, no? Oprosti. Mislim, kdo komu jemlje besedo? Jaz lahko danes govorim, kar želim. Mislim, poslušaj ma lajanje, dej no. Poslušaj ma, najprej krčiš, da minister je šel, da bi mogel ti. Imamo spoštovano državno sekretarko tukaj, ki ga nadomešča. Nadomestilo ima. In kaj sem ti je mala beseda? Opozorila sem te na začetku, še enkrat poudarjam. Da si bral, nisem nič živčna. Samo dejansko mi pa gre na živce njegovo izvajanje. Pa sem... Dej, no, nehaj, no. Dej, prosim vas. Ja, dej, no. Ma to njegovo krčanje in to njegovo pljuvanje, kaj dela? Govori proti ministru, govori proti... Ste ga poslušali, kaj je govoril? Se ga ne poslušate? Ja, ma kaj govorim proti vam? Ja, kdo vi skozi govorite? Kaj govorim proti vam in kaj se vi vsajate pravzaprav, ker govorim z njim? Pa dej nehi, no. Za mene laja. Jaz mislim, da tole ni primerno nobenemu vodenju, no. Ma dej. A dej ste mi kar besedo vzeli, ali kaj? Postopkovno. Ja, koliko sred mojega nastopa boste imeli razprave, bo ona imela postopkovno? Jaz vodim sejo in nadaljuj. Ključno, kar sem želel povedati, je to, da kako boš otroka integriral, če ga ne naučiš slovenskega jezika. Dajte mi to vse brihtne glave povedati. No, to je bil odbor za kulturo, morate misliti za kulturo, govorili pa so o tem albanskem pismu ravnateljice v eni od šol, ko je bila po albansko na govorilni sestanek. Ampak glejte, zdaj tale gospa Mirjam Bon Klanjšček, doktorica, ona je v srednji šoli učila matematiko in mene ne čudi, da je matematika tako osovražena, če imajo takele učiteljice. Mislim, to je zdaj šala. Sicer je pa to nivo razprave, nivo obnašanja teh ljudi, pa kje je Gibanje Svoboda pobiralo te posameznike, kje so se skrivali, kako so zdaj prišli na plano s tem obnašanjem in s tem žaljenjem v parlamentu. Ja, to gospo so sneli v Savkanu, se sliši že po govorici, to je tam pri
pri Novi Gorici, pri Kromperku, od kjer izvira tudi premier Golob, očitno sta kolega. Jaz ne pomnim bolj primitivnega izpada in napada na poslanca, ki je popolnoma spodobno in kulturno vodil razpravo in predstavljal svoja stališča. Ta pa spet, to je pa spet ta totalitarni vzorc in sindrom, napadal je našega ministra. Ja, no, argumentira. V parlamentu. To je huda zadeva. Ne. Če bi imeli normalne medije, gospod bi linčali, medijsko linčali. Ja. To je grozno, to je nedopustno. In se ni potegnil nazaj. Žalitve, take žalitve, da je laja poslanec Nove Slovenije, ki je samo svoje argumente povedal. Ja, to sem. Kdor ima ušesa, naj posluša, rekli, in naj vidi, Ja. za kakve osebe imamo v bistvu v parlamentu. Kdo nas zastopa v parlamentu? Polna arogance, polna nestrpnosti do drugače mislečih, tudi če v parlamentu to govori. Ja, v parlamentu, ja, seveda. Ja, še malo pa bo prišla policija v parlament. Ne? Ja. Ne, tako. No, zdaj pa seveda omenili ste že, da nastaja v Stanežičah novo naselje. In zdaj poglejte, vedno na koncu malce pogledamo tudi, kaj se dogaja v mestni občini Ljubljana oziroma kaj nam sporoča naš župan. Župan je pa takole rekel, ne, v Stanežičah ob Celovški cesti bo nastalo popolnoma novo mestno središče z več tisoč stanovanji, najbrž tudi kakšni romski, šolami in zdravstvenim centrom. Ne. To bo novo mesto za 10.000 ljudmi, ampak je pa povedal tole važna stvar. Da bo to nastalo, je pa treba dokončati kanal C0. Pravzaprav zdaj mi zaradi tega kanala C0, da ga upravičimo, kajti še vedno stoji, bomo tule razrili Stanežiče in naselili več 10.000 ljudi. Ja, seveda, to je velik pritisk na odločevalce, ne, da se ta kanal dokonča in zgradi, ker očitno so bile provizije že dane in so ljudje porabljene. Ja, in so tudi poslovni gospodje gotovo v zelo težkih situacijah in v ta namen bi zdaj kar ad hoc gradili neko ogromno sosesko. Ja. Infrastruktura ljubljanska, ki ti ljudje bodo seveda, kam bodo gravitirali? V Medvode? Ne, gravitirali bodo v Ljubljano. Vsako jutro. Seveda. Po Celovški. Ja, in se to je nemogoče. Ne. Se veste, da je promet v Ljubljani sedaj odraz tega, kar se dogaja po celi Sloveniji, ta avtocestni križ in zastoji so se preselili v Ljubljano. Ja. In še s kolesom ni varno pravzaprav voziti. Ne. Vse stoji. Ne. Tle razvoj absolutne gradnje in vse mogoče stvari in zaljšanje Ljubljane z raznimi pločniki in ne vem kaj kockami, dejansko pa mesto, kar se tiče urejevanja prometa, ni stopilo korak naprej, ne, in pa če dalje slabše. Ja, to so ti poslovni modeli, ne, pri teh ubogih Romih, bolj ali manj ubogih, gre za izkoriščanje teh deklec, ne, in otroških dodatkov. Tle so pa malo bolj sofisticirani poslovni modeli, vi, ki ste se ukvarjali s financami, tudi na RTV-ju poznate, kako to gre. Ne? Te silni interesi po gradnji. Ne? Sam bi pa tako z vidika nacionalnega pogleda rekel, da je to pravzaprav slabo. Ne? Država bi morala podpirati, da se ohranja podeželje, da ljudje tam živijo, da obdelujejo, da gojijo kulturno krajino, da obdelujejo polja in vrtove. Mi imamo slovenske vasi, ki so dobre pol ure iz Ljubljane, ki se praznijo, ker se hiše praznijo in je to velika škoda dolgoročna. Ne? Kaj bomo vsi v Ljubljani živeli? Kaj bo potem? Na kakšen način? Ja. Ne? Je pa res, da tudi se veste, zdaj ta velika zgodba, to je socialistična retorika s temi stanovanji. Vsi smo se morali zelo potruditi, da smo do stanovanj prišli na tak ali drugačen način. Prav je, da seveda država tukaj ima neko socialno shemo, ampak v praksi pa se pa vidi, da so to, kaj ne rečem, v praksi se vidi, in to je informacija, ne bom zdaj sodil, da v veliki meri so ta stanovanja, potem o katerih tudi govora, stanovanja za neslovence. Ne? Za take, ki tudi ne bodo, od katerih ne moramo pričakovati, da bodo gojili slovensko kulturo in slovenski jezik. Pa tudi davkov ne plačujejo. No. Ne, Mi vsi, pravzaprav delamo za Rome. In Jaz mislim, da tle ne gre samo za Rome, ne, ampak gre za migrante, gre za priseljence, in ki spreminjajo pač tudi podobo Slovenije in to informacijo moramo upoštevati. Ne. Mislim, tisti, ki smo zavedni Slovenci in nam ni vseeno za prihodnost naše kulture, našega jezika, se moramo to zavedati, ker tudi mi imamo ta problem, ki se seveda odraža v Nemčiji, na Švedskem, da se priseljenci ne
integrirajo, ne? Da je velik problem že pri znanju slovenskega jezika, pri znanju kulture, pa tudi, veste, o čem, ne? Kar pa je razlika pri spoštovanju te države. Seveda. Oni izkoriščajo, ne? Nekateri zelo dobro znajo izkoriščati sta socialni moment, to, kar država nudi, spoštovanje države pa ni v pravi meri. Ja. To se pravi, Stanežiče, nove Stanežiče z 10.000 ljudmi bodo namenjeni tej veliki zamenjavi, ne, ki se zdaj dogaja. Jaz pa tudi ne verjamem, se to vprašanje, kaj bo z tega. Recimo soseska Novo Brdo, ne, mislim, da je na največjih gradenj tukaj v zahodnem delu Ljubljane, ne vem, na tisoče ljudi se je priselilo, ko so zgradili stanovanje. Enega vrtca ni zgradil gospod Janković, ene šole, enega zdravstvenega doma, nič. In so nenormalni pritiski potem na tisto ubogo infrastrukturo, ki je že prej pokala po šivih. To je njegov model. Ne? No in končajmo zdaj še z našim Triglavom. Ne? Zdaj dana je pobuda, da bi dobili nov državni praznik. To bi bil 7. avgust in seveda se zbirajo podpisi za razglasitev praznika Triglava. Ne? Zdaj pač te pobudniki morajo zbrati 5.000 podpisov. Triglav pa zato, ker je on simbol in ima simbolni pomen za Slovenijo. Zdaj seveda lahko podpremo nov praznik, ampak najbrž je treba med Slovenci kaj več kot zgolj postaviti Triglav za simbol, pa ustanoviti nek nov praznik, ampak da bi se mi pravzaprav zavedli in se vzeli v roke in začeli spreminjati to državo, da bo pač vredna države in tega svojega imena. Kaj vi mislite? Bo Triglav dovolj kot praznik ali bo treba kaj več? Veste, da zelo podobno razmišljam kot vi, po svoje, kaj bomo zdaj tle za neko plejado nekih novih prijemov, ampak ni pa ta stvar škodljiva. Mislim, da je namen pozitiven, da je nekaj, kar nas v resnici povezuje, da je tukaj na Triglavu se pa res srečamo vsi Slovenci. Ne? In tam se tudi, razen če ne prihaja do kakšnih levičarskih izpadov, kot je bil takrat primer na Kredarici, ko so napadli predsednika Janšo, kar se v gorah ni zgodilo nikoli, Kučana noben ni napadel, ko je hodil 100 žensk na Triglav in tako naprej. Da je to res ena povezovalna zadeva. Tudi Triglav se vidi praktično od povsod. Vidite ga iz Izole, vidite ga iz, ne vem, primorskih hribov, celo na Štajerskem iz Celja, mislim, da jih ne, no, ampak sem malo višji gor, pa že ja, seveda. Je res ena taka povezovalna gora, ena mitična gora slovenstva, končno tudi način, kako je ta gora postala slovenska, ne? Da je to duhovnik Jakob Aljaž odkupil od Nemcev, da se je boril za to goro. Ne? Je res ena pozitivna zgodba. Jaz mislim, da nas lahko povezuje. Se to bo prazniki, ne bo dela prost dan, ampak bo dan, da se nečesa spomnimo in mogoče, gospa Vida, da se bo ob tem prazniku, da se bomo lahko spomnili tudi vsega tistega, kar nam manjka. Mi nimamo oblasti, ki bi bila zrela in ki bi imela eno dolgoročno vizijo obstanka slovenstva, tako kot nacije, v smislu tudi v smislu natalitete, kot tudi kulture in jezika. Ker vidimo tudi ta neizmeren udor vseh teh novih trendov, globalističnih trendov, ki so nekateri anacionalni, nekateri pa tudi protinacionalni. In s tem imamo velik problem. Tako da dajva vzemiti to kot neko pozitivno gesto. Ja, in da ga bodo tudi prišleki bova podpisala. Dobro, tu postavimo piko. Dr. Jože Možina, najlepša hvala za vaše komentarje. Hvala tudi vam, vse dobro. In če nas spremljate, hvala za pozornost. Nasvidenje.